Torej, danes smo se zbrali tukaj v svetišču moči, v džimu najmočnejšega Slovenca, Matjaža Belšanka. Sem prav povedal, Matjaž, si najmočnejši Slovenc. Letos oziroma pravzaprav nismo imeli tekme, ampak zadnjih par let sigurno najboljši strongman iz Slovenije. Najboljši strongman, kaj pa je to sploh strongman? Strongman je v bistvu večina ljudi najlažje mu poveš tako, da je to vlekanje tovornjakov, dviganje teh betonskih kugel in premetavanje teh ogromnih kum. Tako pač vsak zastop, ker to vejo že Eurošporta. Poleg tega je pa ogromno enih vaj, ki jih lajki recimo ne poznajo. Vsi ti dvigi, počep, deadlift, specialni dvigi, pol pa strongman, dviganje kugle, nošenje raznih stvari, metanje objektov čez neko ogrado. Zelo velik disciplin. V bistvu strongman združuje tudi marsikaj tega, ker večina ljudi že dela doma, ko nekaj dvigne stal, ko nekaj prenaša iz trgovine. Čeprav seveda večina ljudi to dela z zelo majhnimi težami, ampak v bistvu gre za vsakdanje človeške gibalne vzorce, imam prav, ne? Ja, sigurno. Večina disciplin je takih, oziroma veliko disciplin je takih, da ni, kot recimo powerlifting in drugi dvigi, da delaš palco, ampak je lahko to naravni kamen, lahko je to nek betonski blok, lahko je to nek aluminij skozi vreče, lahko razne kamni za metat, kamni za naramo. Veliko teh takih objektov, ki jih pač dobimo v naravi, če bi to malo ponastavili, kot nek kmetovalec v davnih časih, ki še ni bil traktorjev, da so nekako taki običajni dvigi. Če recimo kakšna kontrast naredimo, s kakšno gimnastiko, kjer človek poskuša obvladovati svoje lastno telo na nekem orodju, tukaj v strongmanu večinoma delaš ti z drugimi zunanjimi telesi, premetavaš neka bremena. Tako, vedno imaš nek objekt, ali ga nošeš, ali ga premetavaš, ali ga pač dvigaš. Seveda, recimo, če imaš nek medley, se pravi medley pomeni nek sestavljeno disciplino, da imaš 3 različne dvige oziroma 3 različne objekte, kdaj tudi paražen laufaš. Pač imaš pa zvedno, nekaj dvigaš, nekaj vlečeš, nekaj potiskaš, vedno je nek objekt, ki ga moraš ti pač spraviti iz točke A v točko B. To je v bistvu čist, se pravim, ljudje, dobro si povedal, ker ljudje dostakrat mislijo, da je to neka čist taka sfera, ki je rezervirana za take orjake, da so te vaje rezervirane za ljudi, ki imajo 200 kg in 2 metra, ampak v resnici so to stvari, ki bi prišle prav vsak, da trenira. Tako, sigurno. Zdaj, če imamo mi primerne kugle, lahko recimo pražna lahka vreča, lahko namesto 130 kg, ko mi nosimo, lahko 40 kg. Potem ti kamni, ki se nosijo, so lahko pač lažji. Vse te dvigi zametati, če imaš ti pravo opremo prirejeno za začetnike oziroma za tiste ljudi, ki to pod rekreativno dela. Mislim, da je to super način treninga, ki je za večino ljudi zelo zabaven, drugačen je lahko in zelo praktičen. Prej sem rekel, functional lifting pa bolj dela s palco. Ne vem, da greš v naravi že s palco po Ljubljani. Nek objekt, ki je tudi v naravi res, oziroma v življenju, pa ti se res bolj functional trening. Pa tudi dosti stvari delaš zunaj, veliko teh disciplin težko narediš noter, da so sicer v tvojem džimu noter, ampak tako, se pravi, da se sport v zadnjih 3-4 letih res ful razvil v Angliji pa Ameriki, da so tekme noter, da so tekme v istem objektu, kot so recimo koncerti, to ja, ampak drugače so le pa tekme včasih smeru zunaj. Eno je zato, ker so pač discipline do take, recimo vleka tovornjaka, potem dviganje teh kugel, metanje stvari, kar se težko noter počne, to je en plus. Drugo je pa pač to, da ta šport izhaja iz zunanjih okoljev, se pravi, vse ti kamni iz Škotske, iz Islandije, vsa ta zgodovina tega športa se je v bistvu razvila in začela v zunaj. Če pogledamo zdaj disciplino, ta Atlas stone, se pravi betonski oziroma nek kamen, najstarejši so 2000 let stari za zapisi, se pravi, da se vidi, kaj so ljudje že takrat počeli, recimo z Rimljani ali pa v istem času, kako so bili takrat samo tek pa to, ne pa gladiatorji. Torej, človek je vedno preizkušal tudi poleg svojih vzdržljivostnih zmogljivosti, kot je tek, je preizkušal tudi svoje zmogljivosti na področju moči. In kaj vsebno tebi daje kakšne občutke, kaj se ti poraja v glavi, ko treniraš, ali pa ko dviguješ vse te stvari, ko si morda na tekmi? Kaj ti sta vznesenost, ki te potem ponese naprej, da ti spraš? Pri meni se je to nekako ta šport razvijal s časoma. Nisem jaz začel, pa sem nekaj čez 2 let bom pa klej. Jaz sem začel čisto osnovno v Sloveniji, najprej powerlifting, potem prva tekma v strongmanu v Sloveniji, potem prva tekma v tujini in pa se je nekako to razvija. Ta želja je bila zmer večja po treningih, po tekmah.
kaj točno te vleče naprej, težko reči tako posplošiti, ampak nekako ves ta napredek, nekako ta trud, ki ga vložiš v neko stvar, da se to povrne. Recimo, kakor nekaj, ki se pripravljaš, nekaj, ki delaš, lahko pol napreduješ. Oziroma, ena teh večjih stvari, ki me je pač glavno naprej, je sigurno ta napredek, se pravi v moči, v tehniki, da sem zmer na boljše tekme prišel, da sem tekmoval na VSM-u, na Arnold Classicu, na vseh teh tekmah, ker v bistvu nikoli prej nobenega Slovenca ni bilo. Sem v bistvu edini in prvi Slovenec, ki je tekmoval recimo na Euro Strongest-manu, na Arnold Classicu, na VSM-u, prvi in edini, ki je to teleč prišel k temu športu. No, to me tudi fascinira, ne? Bil si med prvih 5 na Arnold Classic, ne? Tako. Leta 2018, ne? Tako, 2018 finale sem dosegel 5. mesto, drugače pa Arnold Classic v Evropo sem 2017 zmagal. To si tekmoval v konkurenci, če omenimo ene par ljudi, ki mogoče bolj poznajo poslušalci, recimo The Mountain, ne? Tako. Iz Gospodarja prstanov, on je bil kaj tam prvi, drugi? Se pravi, 2018 mislim, da je Mountain je zmagal, drugi mislim, da je bil Matevž Alicis, se pravi, Alicis se tudi Matevža tudi večina pozna. Drugače pa vsi ti, se pravi The Mountain, Hafthor Julius Bronson, potem Eddie Hall, The Beast, 500, to prvo, ki je 500 deadliftov, potem Brian Shaw, 4-kratni VSM, potem Cedruna Savicka, tudi 4-kratni VSM, to so v bistvu vsi ti, s katerimi sem tekmoval. 2015 sem šlo z The Mountainom, se pravi s Hafthorjem. Prav 1-1? V timu, se pravi team World Ultimates. Team v Angliji sva dosegla prvo mesto, sva premagala Eddija Halla pa Mark Felixa v timu proti njima. Wow. Ja. Zdaj, pred kratkim je bila ta zelo vroča razprava, ne? O tem deadliftu, ki ga je naredil The Mountain, ne? Ja. Hafthor Bjornsson, 501 kilo. 501, ja, glih toliko, da je presegel rekord Eddija Halla, ki je bil prej 500 kilo. Ja. Tvoje osebno mnenje, je bil to legit, je to nekaj, kar lahko sprejmemo kot res svetovni rekord, ker vendar je bil v času korone narejen, pa doma, mislim, domačem džimu? To imaš lahko zdaj dva različna pogleda. Po eni strani pač ni ta prava tekma, to sigurno to je dejstvo, da ni tekma, le tekma je še dodatna nervoza, je še dodatna stres, moraš priti, moraš biti pripravljen, ne vem, mora pač vse štimati. Drugo je pa drug pogled, da so v bistvu oni na temu poskusu rekorda oziroma uspešnem rekordu zagotovili iste pogoje, kot so na tekmi. Oni so imeli istega sodnika, oziroma enega od teh glavnih sodnikov, ki tudi na glavnih tekmah sod. Oni so imeli licencirano opremo, se pravi, je bil do roka, je bil Lakers, ni važno, deadlift palco, kalibrirane teži, iste dovoljene pogoje, se pravi obleka, 8 straps, pogoji so bili čisto isti. Je pa dejstvo res, da ni pa pač na tekma, kjer moraš nekam priti, kjer imaš dodatne stvari, kjer imaš dodatne stresne dejavnike. Dva različna pogleda. Ti osebno oba njiju poznaš, zdaj je dosti nekega rivalstva med njima, bo je tam imela neko boks tekmo, kar se mi zdi kar dosti pohecno, no? Dva orjaka, ki nista nikoli boksala, bosta zdaj kar boksala, ne? Ampak verjetno kaj, se ti zdi ta oba, sicer sta taka prijetna človeka, verjetno, ne? Ja, večina v strongmanu, to je malo drugače kot pri ostalih športih. Nas je le, recimo na tekmi, na tekmi recimo, da nas je 10 do 14 ljudi, ponoči so te tekme manj vsak enega, dva saba, pa sploh ne, tako da večinoma še zmer se tako zgodi, da po večerji gremo, mislim po tekmi gremo skupno večerjo, veliko smo skupaj na zajtrku, ker je pač ta ekipa tako mejna, jaz ne grem kaj s 5. Ker se restauracija izprazne zaloge, ja? Tako, jaz pač recimo ne grem kaj s 5 ljudi in se pač z njimi družimo, ne. Tako da to je nek plus pri strongmanu, ker mogoče pa drugi športi ni toliko večjih. Zdaj, kaj je s to tekmo, s tem boksom, težko reči, vsi so na svojem, pač ja, pač to v redu, zdaj. Ja, pač, verjetno da je tam tako zaslužila, pa je celi strongman karijeri. Ja, to je pa to zanimivo, ne? To pač je. Sami zaslužki se da od tega športa živeti? Zelo težko, večinoma. Moraš biti med top 10 verjetno. Tudi tih top 10 glavni denar naredijo od denarnih nagrad, no. Ampak to res so sponzorji, so potem vse te pogodbe, svoje stvari unika imajo, ko prodajajo, tako no. Kar ti res zaslužiš od tekem, lahko nekaj prišparaš, ampak če nimaš nekje, da že treniraš, da je gym, gre večina denarja nazaj tudi v šport, v opremo, v hrano, v regeneracijo, v vse te stvari. Koliko pa te je takrat kaj koštalo ta tvoja karijera, da si jedel, da si imel vse to, veš, opremo, da za trening in to? V bistvu nisem bil nikoli dosti pogumen, da bi to še štimal. Res? Ne, nisem z namenom, nisem nikoli, ampak sem za hrano. To je enkrat, dvakrat več kot normalno, pa odvisno kaj ješ, vsak dan kilo do kilo pa pol mesa, potem riž, zelenjava, vse to, vsa ta oprema. To je 7 do 10 tisoč kalorij moraš pojesti na dan, ne? Jaz sem tam med 5,5 pa 7 tisoč sem jih jedel, no. Jaz, ko sem se pripravljal na te tekme, tako da ja, sigurno se nabere, zdaj. To je kar nekaj malo.
Je pa tukaj stvar tudi seveda v tem športu, če hočeš biti tako uspešen, stvar genetike, ne. Ti si verjetno hitro ugotovil že v mladosti, da si verjetno boljši kot v teku bil v tem, da si nekaj prijel, ne. Ja, osnova je sigurno to, pač neka ta genetika, potem pa lahko sta dva, tako kot vemo, lahko sta dva imate isto genetsko dispozicijo, pa bo en ful boljši, en pa ne, vse kaj pol narediš, v pol leta, v enem letu v takem športu ne moreš nič narediti, to je res pol postopoma, vsak, ki začne s športom uči, se bi takoj namesto, da bi šel zaradi veselja v ta šport, pa tako, ker recimo grejo na trening, začnejo s powerlifting, pa se pa sprimerjajo najboljšimi powerlifterji na svetu, tako, da bi še popolno nedeljo na kolo, pa se bi z Armstrongom primerjali, koliko dolg je srava, pač ne moreš take stvari primerjati, da smo 20 let trenira, ti si začel zdaj par mesecev, vsak pa se pa zdi, ne vem, prepočasno, kako gre to tako, ampak kaj pa je naredil v teh 10 letih. Se že to, da sicer moč relativno hitro dobiš, ne, ampak da dobiš potem še mišično maso potrebno, pa še okostje, da se ti odradi in zgradi, ne. Se nekako, koliko so karijere powerlifterjev, verjetno zelo mladi strongmani niso najbolj uspešni, tam nekje 30 ali... V bistvu zdaj imaš tudi par mlajših teh, ki so zelo uspešni, ampak včasih so bili pa tam med 33 pa 37, ko se je ta šport razvijal, so bili ponovadi najboljši. To je ta Mark Felix, on je še starejši, samo ima res neki drugačne gene, ki je črn zgleda. On je, mislim, da že 53, 54, šlo pa še zmer tekmuje. Pri powerliftingu pa tudi zdaj veliko teh mladih, ki so res dobri. Drugač pa če ti nekako s pametjo delaš, imaš tudi starejše, ki tekmuje, vem, po 40 let tekmuje. Vse je to, koliko imaš ti željo, koliko boš potrpljiv, koliko imaš željo po rehabilitaciji, da poslušaš svoje telo, si bolj trmast. Kako pa kaj opaziš med kolegi, da je, sam si omenil, da imaš trenutno kar eno zoprno poškodbo, kako pa kaj opaziš, da je različnih poškodb, pa kje se jim ponovadi pojavljajo poškodbe? Vendarle se ukvarjam bolj s poškodbami, zato me to zanima. Te faze so zelo različne, jaz bi rekel, da na začetku, kdo pride v strongman, ful telo rab, da se privat na te dvige, ker so te res ponovadi ta komočni sklep, zapestje, kolena, vse to, da se navadi na te malo drugačne gibe, ker čeprav pazimo na tehniko, ne more biti to perfektno, kot na neki napravi zmer vse. Vse te tetive imajo, ti kad dvigaš, zmer se pravi ta spodnji del je obremenjen, vse je nekako vnet in moraš ti telo pač navaditi, da vzpostaviš nek ravnovesje v telesu, da nimaš kož eno stran bolj zategnjeno v druge, da paziš na te stvari in da se s časoma privaja. Zdaj težko bi recimo en, ki je mogoče ful dober v powerliftingu, pa rekel, zdaj bom pa, ne vem, v 3 mesecih samo naštudiran te discipline in bom pač ful dober še v strongmanu. Velika je da pol telo rab, da se navadi na te dvige, da se navadiš teh drugačnih stresov in da se ti telo prevad na to drugačno že drugih športov. Eno je to, pol drugo je poškodbe, sigurno so, jaz sem že ful enih poškodb videl v živo na teh, od trgane tetive, Achilles tetiva na nogi, na trapolu, da je prav počelo čist stran, potem biceps velikrat, nastrgan hamstring, potem da kdo skrb pade na overhead pressu, pa da lahko na njega pade, kar nekaj teh poškodb. Če primerjamo to z ostalimi profesionalnimi športi, enega kolega manjka čas judo treniral, zdaj pa to, v bistvu več poškodb tudi prej iz judoja, kot zdaj se pravi zapestje, koleno, gleženj, komolc, vse že iz juda prišlo. Vse to je zanimivo, ne? Tudi jaz opazujem ljudi s poškodbami, tudi pri nas, kako me je dostakrat predstavljal, da so takšne discipline, kot ne vem, da nekaj primeš in dvigneš nad glavo, nevarne za telo, čeprav je v bistvu veliko lepše lahko kontroliraš telo, kot pa nekje, ko imaš 10 igralcev recimo na nogometnem igrišču, kjer ne dviguješ nič težkega sicer, ampak ti nekdo preleti v nogo, nekaj, kar ne moreš kontrolirati, ali pa smučanje recimo, padaš, a pa recimo še tretji primer, recimo kolesarstvo. Koliko je tudi smrtnih poškodb, ni veliko, ampak so tudi smrtni primeri, ko greš vendarle 100 km dol po hribu. Tukaj vendarle takih primerov po mojem glih ni kakšnih zelo hudih ekstremnih primerov. Moraš biti že kar na visokem nivoju, pa da poskušaš nek zelo PR rekord narediti, ki ga morda prej nisi, da se zelo hudo poškoduješ. Kakšno je tvoje mnenje? Moraš že kar preko sebe. Ja, zdaj jaz imam mnenje se zmer tako, če je koliko si ti močnejši, koliko se ti razvija, recimo če pogledaš zdaj 2 atleta. En je v bistvu začetnik in bo imel osnovo, recimo, da ima dobro tehniko, da je nekako fizično ok pripravljen, en je pa isto fizično ful pripravljen, ampak je recimo 3-krat močnejši. On, ki je 3-krat močnejši, ima ful večjo možnost za poškodbe, ker lahko razvije tako večjo silo, mišica pa tetiva pa temu zmer ni pripravljen. To bi jaz tako dal tak čisto laičen primer, tako kar avto. Zdaj, če imaš ti navaden avto, se ne bo kratko pokvaril. Če imaš pa ti nek športen, dirkalen avto, moraš tako, moraš pa, da se ogreje, da se poštima, da se to pa karoserija mora podpirati ta motor. Karoserija, pa da se to pa vse serviš toliko bolj pogosto. Pa če en dela normalno tehniko, pa če mislim dobro tehniko, pa če ni toliko ekstremno močen, je
zelo majhna verjetnost, da se bo kar poškodoval. Dobro, če je res da ni nikoli nič treniral, pa da bo kar nekaj začel, zna priti do poškodbe, kot sam veš, ampak to je, ker so nek pomanjkanje, ker ni nikoli nekaj tazga počel, ne zna sploh aktivirati teh mišic, kar pri dvigih. Ampak če pa je tehnika pravilna, jaz mislim, močnejši, kot si, večja je možnost, da se poškoduješ. Sigurno, ja. Zato treba to bolj paziti, zato treba trening prilagajati, volumen mora pol prilagajati. Ti ta najboljši tudi zbirajo tekme, ne moreš ti pol 20 tekem na let narediti, če hočeš imeti ful dober rezultat. Ti si to vse sam, te rezultate, ki si dosegel, si vse v bistvu sam sebe treniral, ali si imel kakšnega, ki ti je planiral tudi malo? Jaz sem imel v bistvu samo za 3 mesece v moji športni karieri pro trenerja, ostalo sem vse sam. Kdo je bil trener? Iz Anglije, Tom Hibbert. On ima rekord v logliftu, mislim, da do 95 kg svetovni rekord, pa s tem se ukvarja, s coachingom, za strongman pa za ta strength lifting. Drugač pa vse sam, od prehrane seveda imaš pomoč, ne vem, od prejšnje punce, od kakšnega kolega, ki tudi trenira med sabo, ne, ki tekmujemo, se pač zmer poskušaš kaj novega naučiti, drugač pa večinoma sam, od treninga do prehrane, do vse te tehnike, vse to. Veliko, jaz sem se v bistvu največ iz YouTubea naučil po drugih atletov. Začetka sem imel mentorja, pač Stegnera, ki mi je pokazal začetka, ker sem prišel iz tako Grega Stegnera, ker sem prišel iz powerliftinga v strongman. Potem sem imel pa trening par dane, sem veliko snemala, gledala svoje videe, na YouTubeu sem preživel full časa, tukaj je bilo treninga, je bilo še YouTubea, verjetno vse te tekme. Tako da sem zelo hiter, ker... No, imaš dober primer, kako lahko človek s svojim lastno energijo želja, v bistvu se veliko stvari sam nauči. Pa tudi to, si omenil tvoji začetki, če mogoče še to malo poveš od mladim, ki te spremljajo dole, da ne rabiš zdaj nekih hudih vložkov, pa nekih ne vem kakšnih finančnih vložkov na začetku, da začneš trenirati, ker ti neke telovalnice prej nisi imel za strongman trening. Ne, sigurno ne. Osnova je itak, kot pa vseh teh športnih moči, je telovalo z obremenitvijo. To je lahko od začetka čisto navadnem džimu, rečem do fitina, za mesec še dvema huke in lahko neko osnovo narediš tam, neko pripravo. Seveda, če ti se ti pripraviš neko specifično tekmo, je bolj, da imaš opremo, če jo pa nimaš, lahko pa še zmer velik del priprave narediš, če boš ti pač potem, ko enkrat znaš tehniko oziroma občasno su na nekje, ker imajo tehniko, pa če boš ti pač boljši v glavnih dvigi, recimo front squat, push pressu, boš posledično z znanjem tehniko tudi boljši pol na log liftu. Torej recimo stvari, ki jih dobiš v navadnem džimu, pa kakšne powerlifting palce, so zelo dobra baza za strongman. Ja, sigurno, vsi strongmani, osnova treninga so pač ti osnovni dvigi, potem je pa plus te discipline, ki so na tekme. Se pravi, jaz bi rekel počep, front squat, deadlift, overhead, bulk bench, pri strongmanu, so ti glavni, pa pač pa core, seveda, ko vse skrb drži, so pač neka osnova, da lahko sploh delamo pa to disciplino. Noben od strongmanov ne trenira samo disciplina, zmer je osnova, vsi ti osnovni dvigi so, potem se pa dodajajo specifični dvigi. Tako da lahko recimo zamenjaš, push press palco z log liftom, če veš, da bo na tekme. Ne boš pa nikoli ti samo delal samo log lift, samo stone to shoulder, samo zmer bo ti osnovni dvigi ostali, seveda je pol volumen in sama teža je pač odvisno, kako si delaš v tekmi. Od začetka boš bolj te normalne vaje, če lahko rečemo, uporabljal. Bližje, ko si tekmi, bolj boš te stvari stran dajal in se boš bolj fokusiral na te specifične vaje, ki bojo na tekmi. Ko pa kaj ti ali pa tvoji kolegi uporabljate, morda za ogrevanje ali pa kot nekdo date k treningu, kakšen čist drug tip vaje ali pa treninga, recimo, a je normalno, da tudi strongman dela vaje z lastno težo ali pa pilates, jogo ali pa kakšne vaje iz teh disciplin? Ja, sigurno zmer več, pač zmer boljške strongman, višji, ker ne boš zmer, recimo v času bili tudi atleti nezdravi, debeli, kondicija slaba, zmer bolj, ker se šport razvija, je tudi ta področje bolj pokrita, da imaš recimo ti enkrat na let kontrolo srca, da se pogleda volumen srca, debelina stene, s tem je tudi zdravje, recimo da je gibljivost pravilna, da to vse odpravljaš te malenkosti. Zato, ker ti, če nisi zdrav, si lahko močen kratek čas, Če problemi pridejo, če ti nisi zdrav, na dolgoročno ne moreš biti močen. Se pravi, gledaš, da nisi poškodovan, da si zdrav. In vse te stvari, pilates, imaš tudi strongmane, ki se prav z jogo ukvarjajo. Sam težko je zdaj, če se ti profesionalno ukvarjaš, še toliko energije posvetiti na tem športu. Lahko pa del iz tega, recimo iz joge, bi lahko dodal v šport. Kakšne sprostilne dihalne vaje, tudi ustreza? Jaz sem tega zelo malo delal, prav te take psihične vaje, recimo. Ampak sigurno je dihanje ful pomembno. Zdaj, ta osnova, res ki pride iz teh dihalnih vaj, se uporablja pa strongman samo na nek drug način. Se pravi, ne boš že ti posvetil 20 ur tam, samo kako dihaš, ampak boš ta del, ki je najbolj pomemben pri strongmanu, da znaš to prav izkoristiti. Zato, če ti ne znaš aktivirati tega dela, ne boš nikoli dvignil nekaj težkega. Se pravi, nek močen telo je tisti, ki je čvrst oziroma napet,
Štiri mora biti tudi dihanje primerno, zdaj so to teža, je to kondicija. Pač iz vseh teh športov lahko nekaj vzameš, ne moreš pač vse športe 100% profesionalno se ukvarjati oziroma toliko časa posvetiti. Ne? Ja, vada, to je logično. Ja, v bistvu pol z vsem nadebudnim ljudem, mladim, ki se želijo ukvarjati s tem športom, lahko rečeš to, da pač začeti to delati, ti si prišel do 5. mesta na Strongmanu, mislim na Arnold Classic, v bistvu brez kakšnega trenerja, brez kakšnega posebnega džima za to. Dobar, jaz sem pač imel, leti se je pol razvijal, vsak let več opreme, nekaj sem kupil, nekaj sem naročil, nekaj sem sam naredil, tako da pol sem imel tudi opremo skoraj tako na tekmi. Ampak z rezultati je to jasno. Ampak na začetku, recimo, če bi, zato ker šport moči je osnova itak telovadnic in če ti razvijaš to, bo se recimo 3/4 stvari pokril. Seveda, če boš imel ti loglift na tekmi, pa ne boš nikoli prej logliftu, bo verjetnost zelo velika, da tvoja tehnika ne bo pravilna. Če boš pa ti recimo enkrat na mesec nekam greš, te logliftaš, pa če stalno krepiš svoj overhead, se pravi potisni glavo in če boš ti boljši, ne bo tvoj dvig slabši. Samo osvojiti moraš pa s časoma tudi glavne dvige. Je pa veliko tako na teh rekreativnih tekmah, da je veliko takih dvigov na tekmi, ki je tudi v telovadnici. Mogoče to max deadlift, mogoče kakšen grip, ki se lahko dela tudi v džimu, samo malo se moraš tudi znajdeti. Mogoče je to kakšen overhead press, je da tudi z navadno palco na teh rekreativnih športih. Seveda je bolj kakšen track pull, ampak ne vem, lahko se ko sem jaz začel v začetku kakšen avto vleče, daš avto ali malo hrib avto, ali če je ta navadna ročna, še recimo ročno lahko na eno. To se velika delo verite, ne? Tako, do začetka smo pač tako, avto daš v ler pa... Daš v ler, recimo ročno na eno, na dve, odvisno koliko je močna, da probaš dobiti to približno težo koliko kamiona in se pač tako naredi. Znajdeti se treba, ne? Velikrat moraš pač videti priložnost, ne vse tisto, kar ne moreš. Začetka ne more biti nič idealno. Je pa res, da smo ljudje velikrat taki, da če ne moramo, pa reči, pa ne bomo. Pa ne gre, pač ni razvoja, ali pa Slovenija nima teh možnosti, ampak jih moraš ostati, ne? Tudi marsikaj delaš sam, ne, si rekel, da imaš tudi delavnico, pa kaj sam narediš, kakšne stvari. Tako. Marsikajšno opremo se da tudi sam narediti, ne, za stvarne, kakšne ročke in to. Ali sam, ali če imaš kakšnega kolega, ki pač lahko varija, ali pa nekam pač daš, zdaj imaš že na internetu toliko teh načrtov, toliko teh idej, tipkaš not, lahko nekaj recimo, osnova je recimo te iz džima, pa bi pa rabo recimo eno ročko, en loglift, nekaj za nositi, se pravi, fajn bi bilo ene kovčke, pa en yoke, pa mogoče kakšen atlas. In s temi 5 disciplini pokrije že večji del teh dvigov, zato ker teh 5 dvigov, oziroma teh 5 disciplin je v večini tekem. Se pravi, neka osnova izhaja iz tega, seveda imaš pa 100 različnih disciplin, samo te osnovne, velika verjetnost, da bo ena od teh na tekme. Če bi to pokril, pa še navaden džim, imaš za rekreativca že kar pokrit, no. Kakšno vrečo pa še recimo nafilaš z mivko in imaš že kar lepe možnosti tudi za trening. Drugač pa kakšna kmečka opravila, če jih, kaj misliš, fanti iz kmetij, imajo kaj prednost tem športu nekdo, ki je že od rojstva, veš? Ja, rekreativno sigurno, če bi zdaj en, ki nič ne dviga, pa en iz fant nekaj tako nekaj tudi zna prijeti drugače na profesionalnem nivoju. No, sigurno. So težje kot večje, ampak ja, če bi en rekreativca, ne vem, ki samo laufa, nikoli nič dvigal, en pa tam, ki mogoče doma, mogoče mu je tudi veselje, kakšen izziv, da je tako kakšen kamen dvigen, sigurno bom predaš. Sicer si po izobrazbi, pa tudi trenutno delaš kot kuhar v domači gostilni, ne? Tako, jaz sem v bistvu srednjo šolo za kuhar natakar in pol višjo šolo za gostinstvo in turizem na Bledu naredil. Sem tu zdaj 50% še doma zaposlen v domači gostilni, tako da ja, še zmeraj je to del mojega zaslužka oziroma dela. Kje ti pa ta moč, poleg tega, da jo kažeš na tekmah po džimu, kje ti pa pride tako v življenju? Ali te kdaj ponucajo doma, ne vem, da imaš 5 pladnov gor, ali ne vem, kdaj avto porineš, če se pokvari, kje najbolj vidiš, da ti pride prav? A to je neko tako klasično vprašanje, nekaj zmer dobim, ne to na videu, a ne na radio. Ja, zdaj, normalno to se vpraša, kva to dviguješ v tovanca? Jaz bi tako pa že rekel, da moč ni nikoli neka negativna stvar. Koliko ti pa res pride v poštev v vsakodnevnem življenju. Ja, pač lahko več sneseš, ne vem, če ful kupuješ od Armeniji, pač lahko enkrat več sneseš, ne vem, lahko, ne vem, enkrat je sosedel tam avto dol zletel iz ceste, pa smo ga pa gor porili. Pač sigurno so primeri, ker je to plus, ne. Samo drugače ni pa to zdaj, ne. Ja, sigurno. Ok, zdaj pa najbolj pomembno vprašanje. Koliko benčaš? V bistvu, jaz sem, da sem prav tekmovalno, da sem prav treniral za benč, sem zelo malo nehal, jaz sem zdaj 28, tam okoli 22, 23, ne spomnim se sploh več točno, da sem nehal prav benčat orang, največ sem 222 pa pol benčal. 222? Pa pol, ja. To je še v powerlifting časih tvoj? Tako, ja, to je takrat, ker nisem več tekmoval v powerliftingu, sem pa še prav za benč treniral, no. Pa sem pa nehal zato, ker sem
ker če imaš toliko poudarka na overhead pressu, pa težko oboje. Kako pa se kaj prenese moč bencha v overhead press? Tipi ponavadi v gymu delajo bolj sam bench, meni osebno je tudi ta overhead press veliko bolj tak funkcionalen, ampak ja, kako pa je nek dober bench dober v pressu? Ful je odvisen, kakšno ima tehniko pri bench. Če bi imel na benchu ful dobro tehniko, powerlifting tehniko, da je to res pokrit, da je ta arč, da oboje vključuje se prav in prsno mišico in triceps ful in da so rame ful aktivne, je lahko tudi zelo majhen prenos na overhead. Če imaš pa ti tako, pač čitanje, pripravljanje tekmo. Če imaš pa ti nekoga, recimo, ki ima ful močen triceps in bo večji del mogoče bencha naredil s tricepsom, ali pa je tudi mogoče zelo dober v inclineu, se bo pa moč tricepsa sigurno upoštevala na overheadu. Se pravi tako je, odvisno od tehnike. Zdaj, močnejši, ko imaš triceps ti bo ful pripomogel v overheadu. Sama prsna mišica zelo malo. Ja, sigurno. Tako da to je to. Potem imaš pa tudi tako, imaš pol atlete, ki so ful dobri, striktni, oziroma so na benchu ful dobri, pa so overhead slabši, mogoče zato so sploh ti težji atleti, zato so zategnjeni, zato je mogoče stabilnost, ta agility ni tako dober, vse te stvari spol. Imaš tudi atlete, recimo, ki so ful močni v sedeh strict pressu, pa so ful slabi stoje, ali pa push pressu, ker sama ta stabilnost ne more tukaj aktivirati zgornjega dela hrbta in v bistvu izgubira, eni skoraj več naredijo sedečega strict pressa, kot push pressa. Dobro, ne govorim za deadlifterjih, ampak na rekreativcem na višjem nivoju, ker nimaš čisto... Kje pa imaš v strongman disciplinah, recimo prsa zelo udeležena, a je kakšna disciplina? Prsa sama je bolj manj. Kako pa recimo začneš kakšno ogrevanje ali pa kako skrbiš za stvari po treningu, recimo regeneracijo? V bistvu ogrevanje je ponovadi tako, da pogledam, kaj imam na treningu oziroma vem, kaj imam na treningu, začnem se preoblečem, začnem nekaj z osnovnimi vajami, potem je neko ogrevanje z elastiko, se pravi za to rotatorno mašeto, malo za hrbtenico ogrejem, potem je kakšna core vaja. Sem tam Magil Big 3, tako je ta zmerim. A, to delaš? Tudi ja. Zdaj sicer ne zaradi kolika, ampak moji atleti zmer, Magil Big 3 skoro zmer na začetku. Kje si pa to pogledal, Magil Big 3? V bistvu sem prek YouTubea, da je to ta kombinacija. Vaje sem že pač prej ponovno uporabljal, ampak da je ta kombinacija, ki je res fajno, aktiviraš in nekako mobiliziraš te stvari, ki rabiš. Potem je sama ta hrbtenica, da se gre, potem pa odvisno od dviga. Zdaj, če po počep, najbolj da s prazno štango ali pa samo s telesom začneš počepati, da prideš v ta gibanje. Torej ne zapravljaš tudi nekega časa za nekih asistenčnih vaj pri ogrevanju, ne? Jaz probam tako, zato ker čas, recimo, ko sem ful težko v deadliftov počepal, to sam trening počepa lahko traja 2 ure, ti še 1 uro ogrevaš prej, pa še pol uro, mašina treningu 4 ure, kar je malo. Ti moraš tudi toliko počivati vmes, ko dvigaš nekaj težkega. Zdaj, te težki dvigi so lahko pauze tam od 5 pa tudi do 15 minut. Če boš recimo 2 top seta imel ful težka. Jaz sem to sicer zmer po občutku delal, ampak tam nad 7 minut skoraj zmer pa temi. Kako pa počivaš, sediš, ležiš? Čisto ne, ležim ne, to pa če res kakšen težek set, da je tudi kondicijsko bolj, se lahko može, da se kuj, kaj si ful zadiha malo ležeš, drugače pa ne, ali hodim, nekaj spijem, zamenjam musko, pogledam video, če je, se malo sedem, malo hodim, ležim ne, bolj tako, ta čist nizkointenziven ta. Kakšna je pa psihološka priprava, to isto dostakrat ljudem rečem pri nas, ne? Ko seveda večina laikov sploh ne ve, kaj je to težka teža, ne? Večina laikov dviguje zelo submaksimalna bremena vsak dan, ne? Ne ve tistega občutka, kako se moraš pripraviti, da nekaj težkega dvigneš, ne? Recimo Eddie Hall je rekel, da za svojih da edino 500 kg, da se je en mesec pripravil psihološko, da si naredil scenarij, neke najhujše stvari, kakor se mu možno zgoditi, da se je to prepričal, da bi se dal v nek položaj, kot da bi mu družina umirala in bi mogel rešiti, ne? Torej, da se je probal tako prepričati psihološko, da je lahko res tako dal ven tiste nadčloveške moči. Kaj pa ti delaš, ali pa kako se ti pripravaš psihološko, kaj nekaj res težkega dvigneš? Jaz sem imel ta plus, da je meni adrenalin, pa vse ti stres, čeprav sem manj spal, da je zmer neko dodatno moč mi dal, koncentracijo, zmer sem bil lahko koncentriran na tekmi, bolj kot na treningu. Avtomatsko je ta, blizu, ki je bila tekma, se je meni v glavi v nek tak, kot nek tunel. Vse ostale stvari so bile zmer manj pomembne, bolj pomembna je bila tekma takrat v onem obdobju in bližje, ki je bila tekma, bolj se je to zostrilo. In avtomatsko nisem jaz to prav nekako planiral, da imel sem neke psihične priprave, neke stvari, ki si govoriš, ki si pripraviš, ki si napišeš, ampak drugače, osnovno je pa sam ta priprava na tekmo, se pravi, že ko moraš potovalko nafilati. Vse ti stvari, ki sem jih počel, je avtomatsko v meni aktivirali to, ok, zdaj je tekma bližje, zdaj se mora zresniti, zdaj je to pomembno, zdaj vse te 2-3 meseca, ki si se pripravil za to tekmo, bo zdaj čez 2-3 dni. Avtomatsko se je vse zostril pri meni, se pravi, izkoristil sem ta adrenalin, izkoristil sem publiko, zavedel sem se, da sem dolgo za to treniral, seveda pa dodaš te neke psihične priprave
in veš, kaj moraš narediti. Na treningu treniraš, na tekmi si zato, da tam nadvigneš. Dejansko si užival med tekmo, sploh ti adrenalin, te ponesi gor. Tako, v večini primerih si veliko ljudi takrat zmrzne. Ja, dobro, potem, ko sem imel na let, 17-18 tekem, ko me je vse že bolelo, ko je bilo že tako, je želja pri tekmi manjša. Najbolj, kot reče Anglija, hungry, si recimo na začetku sezone, kaj se res ti pripravljaš, kaj čakaš, da bo, potem pa je tekma. Se pravi, vidiš, kaj si naredil, vidiš, kakšen je ta občutek, pa res na tekmi spet ta adrenalin se sproži. Sigurno, pri teh boljših atletih smo sigurno, je to neka odvisnost, se pravi, da se nekaj dogaja, da je ta adrenalin, da je vsa ta trud, ki si ti vlagal, je potem tam na tekmi. Okay. In imaš cilj tudi v Sloveniji narediti kakšno tako cool tekmo, da pripeljamo ta imena, veš, tudi v Slovenijo? Ja, sigurno je cilj, zdaj mi smo v Sloveniji naredili naše društvo, oziroma mi s kolegi 3 tekme zaenkrat, letos sicer zaradi korone ni bilo, smo že začeli malo planirati, ampak to, ki je težko bilo letos, vsi ti sponzorji, kdorkoli je sodeloval, je toliko težko nekaj aktivirati oziroma nekaj dobiti, težko prostor dobiti, vse to. Sigurno je v Sloveniji potencial, ampak rabimo pa čas, da se to razvije, da ljudje znajo to ceniti, da je tudi športniki znajo to ceniti, ne samo recimo atlete, ki so bili prijavljeni na tekmo, pa en sploh ni javil, da ga ne bo, mislim, kakšen je to odnos, če se prijavljajo. Na Sloveniji je strongest man, nekdo vloži trud, ljudje pridejo gledati vse to, potem pa ti tudi javiš, vsa ta in publika in sami atleti, da na malo višji nivo, se pravi, malo bolj profesionalen, ne mogoče zares temi dvigi samo, ampak z odnosom, da ti pokažeš spoštovanje do športa, spoštovanje do sponzorjev, spoštovanje do tistih, ki pridejo gledati in da se ti tudi res pripraviš na tekmo, pol je to čisto drugače tudi izpade na tekmi. Pa s časoma treba na tem graditi, da je boljša oprema. Opremo imamo zelo dobro, ker imam jaz toliko opreme, se pač moja korist profesionalno, ampak da se pa dobi boljše sponzorje, da se dobi boljše prostore, da bi bil kakšen cool prostor, mogoče kakšen staren gradu, kaj tazga, da se to pač ta nivo dvigne, da nisem tekma, ampak da je tako marketinško, pa da je zgodba za temu, pa da je to se popestri. Zato, ker me same kot atlet, če je prostor uredil, če je profesionalna oprema, me v tistem momentu ne briga, kaj je okoli. A je dobro, če so ljudje, je to že plus, ampak a smo to na stadionu, a smo to v gradu, a smo to nekje na parkirišču, če je streha, da nima krog, če profesionalna oprema je tisto, kar zagotovi kvaliteten pogoje za tekmo, ni pa tisti plus, Pa dobra imena, ti imaš tudi kontakte z najboljšimi in jaz mislim, da to lahko spelamo, mislim, da lahko spela še enkrat, da pripeljamo tudi še take, naredimo marketinški dogodek. Možnost je, ampak da prijemo na tak nivo, moramo najprej vzpostaviti ta strength, lifting community na višji nivo v Sloveniji, da ne bo nekdo, da bo tudi, recimo Anglija, Škotska, vse to, recimo, če ti nekaj dvigneš, ljudje razumejo, da je to nekaj, da je to nekaj vredno. Zdaj, kleti, kaj še ne reče v Sloveniji, ja, in se imaš, zakaj to počneš, se je to brez veze, Mislim, seveda imaš tako, mislim, se je tudi brez veze laufati, zakaj bi šel na maraton, če se lahko s kolesom peleš ali pa z avtom, če imaš tako mišljenje, je pač neumno, ampak šport je to. Šport je to, kar mi lahko s telesom dosežemo oziroma ustvarimo. Zdaj, če je to pač dvig kavna oziroma ali pa tek maratona, zakaj ne, jaz mislim, da je ta strength lifting pa tek, da bi mogla biti zelo enako vredna, da je to, da sta oba nekje začela, so tek še prej, ampak potem v stari zgodovini sta bila zelo blizu. Zelo pomembne atletske discipline že v času starih olimpijskih iger. Je pa pač blizu, kot če gledamo športe, zakaj strongman oziroma športni moči niso tako blizu, kot recimo fuzbal. Ali pa recimo, zakaj je fuzbal tako bližji kot nek specialen šport. Tako vsak od otrok lahko žogo nekaj dela, tako bližji mu je ta šport. Samo da vidi, da je fuzbal, mu je to nekako znano. Več ljudem je dostopno. Tako, zdaj pa nekdo, ki bo prišel strongman, on pač vidi, da nekaj dviga, ne vejo, kakšna so pravila, ne vejo, kaj je point discipline, ne vejo, kako se točkuje. In če ti nekaj ne poznaš, ti je težko zanimiv, oziroma težko to razumeš. Se pravi, vzpostavljati treba to, da vzpostavimo to mišljenje, da je to lahko pomembno, oziroma da je to pomembno, pa da ljudje razumejo, kaj je pač to strength lifting, če bi tako temu rekli. Ali dvajni, oziroma da nekaj razumemo. Mislim, da se dobro, da se povezujejo različne discipline, tudi s powerliftingom, weightliftingom, po Sloveniji vemo, da nobena ni velika sama po sebi. Tako, zdaj pač raste. Se malo dviguje, se mi zdi. Tako se dviguje, zdaj imamo plus tale IPF Slovenija, Powerlifting Zveza Slovenije, da so res vložili trud, da je vsak let lepa organizirana tekma, da se dviguje ta nivo, da imajo sodnike izobražene, da je res na nek nivo, ki se trudijo, da zagotovijo možnosti za tekme podobne kot v tujini. Več ljudi, ki bo to videli, več ljudi se bo za to interesirali, več ljudi bo o tem vedeli in avtomatsko se vse povezuje. Je pa res, da v Sloveniji
nekak te zgodovine v športih moči pač ni. Ne? Zdaj, če ti rečeš, da imamo pač te neke zgodbe, Martin Karpan, pa to drugače, ampak prav atletov, če bi zdaj rekel, ja, povej mi enega starega atleta, ki je bil ful dober v športni moči. Ja. Nobenega, ne? Mislim, že jaz nimam nobenega v mislih, ki je bil res ful dober. Niti ni na olimpijskih dveh, niti da bi bil kdo powerliftingu čas ful dober, niti v strongmanu, da bi kdo iz unih starih, recimo v Angliji so že tam 70-80 leta imeli ta šport, ne? Vse dosti tega strongmana je šlo iz tistih njihovih škotskih iger, ne? Tako, strongman kot prav strongman šport je bil prvi 1977 v Ameriki World Strongest Man, to je bila prva, da je bila prav planirana vdaja in posneta. Oni so takrat tako začeli, da so vzeli atlete iz weightliftinga, powerliftinga, iz boksa so takrat šlo oblike, so bile lažje teže iz bodybuildinga, trening partner od Schwarzeneggerja je tudi tekmoval, tako da oni so takrat to začeli, ampak discipline, ki pa izhajajo tudi, oziroma se zdaj uporabljajo v strongmanu, so bile pa že ful prej, ne? Vse te kamni, vse te... Gormanš, mi zelo všeč zgodovino različnih močnih ljudi iz preteklosti, ne? Doskrat rečemo, da je današnja generacija šibkejša, ne? Da smo vedno šibkejši za moderne civilizacije, tehnologije in svoj sedimo in tako naprej. Ti bolj poznaš verjetno zgodovino vseh teh možakarjev, ki jih imaš kdaj gor. A so tisti ljudje čas bili močnejši, kot smo mi danes? Ok, v teh specifičnih disciplinah siguran, če ti treniraš za nekaj si močnejši, kot je bil nekdo, ki ni treniral. Ampak tako, čisto surova moč, veš, da nekaj dvigneš. Ja, saj po testih, ki so jih delali, recimo mislim, da so v Angliji, ki so delali, ta je samo moč stiska, se pravi, so imeli in je zdaj celo tako, da so ugotovili, da vsi ti mlajši fanti, da imajo veliko suhnej stisk, kot so bili zdaj, da so mogoče še unega stara generacija, da ima zdaj deloma močnejši stisk se zmer, čeprav so tako starejši, kot mladi. Torej, da imajo te, ki so danes stari, ne? Ja, se zmer so taki. Torej, naši dedje, da imajo močnejši stisk, kot pa mi, ne? Naša generacija. Velikrat, se pravi, v tej študiji je bilo pač splošno, ne, da so imeli čas močnejši kot zdaj, ampak so bili tudi primeri, da so unega stari imeli močnejši stisk, kot ti mladi. Ker zato, ker pri stisku je zdaj tako, ne rabiš ti tako fizično pripravo telesa, da ti ostane, da je stisk močno. Stisk se ful počasi razvija in tudi pol ostane. Zdaj, kljub temu, če imaš atlete, recimo, ki niso fizično tako pripravljeni, zdaj nimajo tako mišične mase, pa imajo še zmerno tako močan stisk. Pač ja, stisk je nek odraz tega, kaj si tudi delal čez življenje. Tako, praktično izhaja ta študija iz tega, da pač iz vsega tega dela, ki se včasih dela, ne vem, koliko hiše, vse te fizične stvari, ki so jih delali, pač doprinese s tem močnejšemu stisku, ker zdaj pač skoraj ne rabimo. Če ne res hodiš nekam trenirati, oziroma se ne ukvarjaš z nekim športom, kaj rabiš želiti? Evo, še en dodaten razlog, da ker testosteron raste, moramo začeti trenirati. Da bomo samo govorili, tako da bomo zdaj pokazali, kva dejansko je strongman in koliko močan dejansko je tale našlant, ali sam govori o tem. Tako, zgramo. In sedaj Matjaž že dviguje svetovni rekord. Vidite tukaj, ta je palca tehta koliko? 400 kg. 400 kg, lejte, ponavlja že več kot 20 ponovitev. Šalama. Sedaj Matjaž, ogrevanje za pres, ne? Delaš pres, ne? Z neko lažjo težo. Se pravi, malo mobilitija, z elastikam, se pravi, načete vse to. Potem pa najprej pres palca, vidivost dobimo. Jaz zmeraj s palca začnem, tudi ko sem imel 410 deadlifta, prva serija brez palca palca. S palca palca? Ja. Daj še so tako, da je bila prva serija z deseno palco, druga serija s pravo palco, pa po 50 kg. Torej, da priješ do 400, ker recimo rabiš kaj uro, Se pravi, jaz sem še ponavljati tako, se pravi 20, 70 kg, pa po 50 kg. 50, 70. Mislim, ki so te powerliftingi drži so 25, v neki teže, pa da zanje, ne vem, 2-3 serije, malo manj kot 50. To rabiš že kar dobro palco, da sploh toliko naložiš, ne? Ja, naložiš lahko na vse, samo na dolgi rok, kjer bo pa res držala, se pa pozna, kaj je še malo boljša kvaliteta. Praviš, za regeneracijo je pa kaj? Si prej omenil, dober spanec, ne? To je koliko, takrat, ko si bil v top formi, ko si imel po 17 tekem na let, koliko si mogel to spati, da si se res dobro počutil? Ja, včasih sem bil kar priden, včasih sem jaz telefon stran dal pol zvečer, ali pa tam 11. Po televiziji nisem imel včasih sob, sem pol, probal sem zatemniti čim bolj in sem kar od 11 do 8, pol 9 sem velikrat spal, ampak res spal, ne da sem samo ležal, to včasih sem bil kar priden, kar je zdaj nič. Jaz se verjetno, če trče trenira, človek bolj dela, lažje spiš, ne? Ja, nekako te športne moči do minimumu samo. Do 11 ur lahko razvlečejo, se pravi čez ponoč, pa čez dan.
Samo to je za nekoga, ki normalno dela, pač ne mogoče. Mogoče, ki ti zmanjka pač časa. Zanimivo je bilo to, ker si rekel, da si takrat v top formi si bil, pa si še zmer doma delal v gostilni. Ja, jaz pač sem, mogoče bi bilo, sigurno bi bilo boljše, takrat 2016, 2017, 2018, da tega ne bi počel. Ampak ta šport se vse ni nekako tako krit, nimaš nekega zavarovanja. Kaj če se poškoduješ, da ne si lahko pol leta brez dohodka. In sem jaz cel čas sem še zmer doma pač delal, si zaneslo. Potem imaš nekaj tam pol šihta, da sem naredil približno. Ja, pač skozi je nekaj bilo, sigurno bi bilo bolje, da bi dal namesto, da delam cel dan, pač rehabilitacija počnem, ali pa da bi veliko je bilo šlo tako, da za vikend, če je veliko dela, da sploh ne moreš umerno jesti, kar ni najbolj za te športe. Tudi po moje je kar nekaj ur, oziroma vsaj kakšno uro tudi na dan porabiš za to, da se pripraviš za jesti, pa da se naješ, ne? Če bi sprot kuhal, se pravi, jaz sem imel zmer tako, nisem imel full making obrokov, jaz sem imel zmer ponovati tako 3 velike obroke, potem pa se zraven, ker sem sandwich, ker sem snack, ker sem shake, čisto dodatek. Če bi sprot kuhal, 3 ure. Se pravi, pol ure približno, da skuhaš, pa pol ure, da poješ umirno. Da se dober zajtrk malo manj, ampak vsi večera, če bi da sprot kuhaš, da ne skuhaš enkrat, dvakrat, vse kaj, pol ure je takoj, če nek meso delaš, nek krompir, nek riž, ne, hiter. A si da gledal, kako jejo, pa si pripravljajo hrano, ne mongolske, teli? Sumoborci, ja? Sem, ja. Čanka. Ja, ker vse dajo nek lonč, ne? Od rakcev, škampov do... Mesa, zelenjave. Ja. In taka masna, močna jed, ne? Masna niti ne, po mojem, ampak beljakovinska je ful močno, ne? Beljakovinska pa riž tako manj, oni riž posebej, ne? Oni skup kuhajo prav, ne? Oni skup trenirajo, skup kuhajo, skup spijo. To bi bilo drugače zanimivo. Zanimiv način. Ja, meni je bil zmer pač nek cilj, da bi enkrat šel pogledat, težko je to. Sumoborov, pa tudi način treninga, tih enkrat sem težko bi zraven prideti, tako da. Problem je, ker ta šport, zato ker ti nagrad samih težko pač doživiš, težko da si vse to kupil, rehabilitacijo, privoščil, vso hrano, vso opremo, gym mora biti, če si na tem nivoju, gym mora biti specialen, ne moreš ti navadno gymu trenirati, prvič je potaž, drugič je vse umazan, drugič je od smole. Večina teh boljših strongmanov zaslužiš od nekih drugih stvari, so to sponzorji, neko svojo opremo. Ti si imel kakšne dobre sponzorje? Si bil takrat kar zanimivo rekel, ne? Zdaj prav denarno slabo, imel sem Kingsbox, oni so bili v Sloveniji 2 leti moji sponzorji. Potem SBD so zmer, oni so super, kar se tiče marketinga, podpore, slik, videa, opreme. Potem doma, strica sem imel, nekaj denarno, zato takrat podprl. Pač ti manjše sponzorji bojo. V Sloveniji pač to problem, vsak, ki sponzorira, se lazi poistovet z nekoga, ki je iz iste države. V Sloveniji pa takoj, samo 2 milijona ljudi. Zakaj bi eden recimo iz Italije, Anglije sponzoriral Slovenca, če ima v Angliji 100 takih? Ja, ne bi 100 takih, ampak recimo 5 takih strongmanov sem. Vsak pa je bolj interes, nekak, kar je logično. Ja, se je. Zato je malo plus, malo minus v Sloveniji, da je ta... Jaz ti lahko pomagam vsaj kot asistent pri natikanju teži. To je pač plus pa velikih držav, karkoli delaš, karkoli delaš, ali je to YouTube, ali je to so sponzorji, ali nekaj prodajaš, je pač lažje, če država večja. Ampak tako pač je. Več boš takih lepih dvigov naredil, pa bo folk videl, kaj je. Kaj je to spoštovana disciplina, ne? Koliko si lahko na tekmovanju pomagate, kje pa presu z nogami? Koliko če se prav strict press, nikoli. Nikoli, ne? Če je strict press, bi bil kakšen sedeča stvar, kakšen incline lock, kaj da se to je ful. Lahko ti da 2 točke, lahko načeloma. Kako pa tega arča narediš nazaj? Kakor je. A to bolj iz prsega dela dobiš arča? V bistvu jaz, če provam, če že arčam, da je samo zgornji del arča, ne se prav. Teda pa če kdaj težko greš preč nazaj, ampak boljše, tudi lažje stabilnost obdržiš, če samo zgornji del. Sigurno, ja. Da ne greš toliko nazaj izza težišča, ne? Če delaš pa push press, je pa itak čim manj spodnji del. To večina teh rekreativnih atletov, če ne izhajajo iz weightliftinga, tam imajo več podarka. Ampak večina teh push press je to naredi. Se postavijo recimo za low lift, namesto da bi šel lepo dol, ti naredijo to. Se pravi, kolk sploh ne aktivirajo. Kolena gre naprej, moči tak nimaš, zato greš vsi si skot, in samo naprej, in imaš samo to, pa še tle podreš
lepo linijo. Ja, nimaš več težišča. Zato, če je long lift, ima naprej, dižem naprej, avtomatsko telo nagiba, da gre v središče. Pa poveš težo, pa še to radiš. Nimaš lega. To je, kada bi s krivim prstom tudi tako či drugače. Tega pa tako kikneš tudi malo, ne? Ja, se pravi, moraš ta sprednji del mora biti ful aktiviran, da si ti kle aktiven. To trebušen, ja. Se pravi, zadnjic tudi aktivira, da greš lepo, da ti s koleni že naprej, ampak samo kakor je treba, z boki, moraš na leg, se pravi na dipu, na dol, ne naprej. Če greš z bokom naprej, s koleni greš samo tako naprej, kakor atomsko, ne gre kolena naprej, sledi sem pa dole. In po vsetin ti se ti tako odveča in tako se ti veča. Aktiviraš oba, ker ta sklep je veliko močnejši, kako nešli. Ja, seveda. Torej ja, samo moč prahaja, mislim, če nogi je skočen. 190%, se pravi strength lifting, strongman, vsi ti push presses narobe. Ko video pogledaš, prva stvar je to, ker se praviš s tem. Je pa tudi praviš poškodbe kolkov, ker trenutno imaš poškodbo kolkov, so dosti pogoste, da raš po vaših branžih? Ne, jaz sem na to nesrečo, da sem pri 12 imel kot izpah desnega kolka, se pravi pri brcu žoge, sem noga ven, nazaj not in sem takrat ni bil ta pravi izpah, ker če ta pravi izpah pozorno stane. Sem v bistvu vse vezi prenategnil. Lakšni so ta, ja. Takrat nisem nič rehabilitacije delal, seveda pri 12-13, s časoma je ratal bolj, oziroma brez problemov s časoma, sem pa vedno čutil bolečino, recimo, če smo bili na fuzbalu na košarki, je bilo v redu, sem prišel domov, sem počival na kavču, ko bi vstal iz kavča čez 2-3 ure, zmeri tle not bolečina. In to se je ponavljalo v tem letih, ampak to je bilo minimalno, tudi ta nivo bolečine pa malo drugače prejema, če se s takim športom ukvarjaš, ampak nikoli si nisem mislil, da bo to v neko težavo prišlo. In potem je tako še te počepi, vsa ta premenitev z recimo nepravilnim kolkom oziroma z nekim poškodbom je to pol potenciralo. Zato lev kolk je za ta šport pač čisto v redu, se pravi. Je bilo moglo biti nek drug začeten vzrok, po kombinaciji se pravi s težami. Torej nisi ga s strongman športi poškodoval? Ne. Tako da ja, zdaj... Ok, zdaj imamo pa to že kar lepo težo, to je pa koliko, 110? 110, ja. I'm going away. Tako da ja. Koliko imamo zdaj tako? Čak, koliko si že rekel, imaš striktnega presa ti? Največ so več kot 167, pa pol sem sedela več. Sede? Stoje. Stoje? Stoje, enkrat sem narobe naložil, takrat bi bil malo 170 dvignil, pa sem 170 naložil, na en stran sem dal pa 1,25 več. Pa sem pa na 170 nazaj dal še, pa ni šlo več. Wow. To po mojem, za takih tem, no. A ti si daš ščitnike gor? Išam. Čemu to? Sem včas pust stisku zobem skrb in avtomatsko, tam imaš tudi tako narejeno. Ta je bilo za lifting, ker je odprt, ni za kontaktne športe. Je odprt, da so voda, se ti točno po zobeh, pa tudi dihaš lahko se pravi, ker nimaš kontakta, se pravi ni udarcev, ni nič, je bolj, da je ta odprt. To je zato, da pri velikih dvigih, da stisneš v gumo, ne? Veliko, ker nimajo tega, ker napravljajo tega problema z zobmi. Veš, neki noga vsak dan. Ta naj bi bil celo prav za strength lifting. Ti daš dodatno moč, da boš pa 110 presem, kaj neč. Ja, to je pa odvisno od diete. Če si na dieti zaradi kolka? Torej, zdaj ga vidimo v najbolj suhi različici. Na dieti. Koliko praviš, ima 130? Ja, imam tam 129, do te sem bil dan 129. Tako da toliko lahko kot teh tekmovalnih začetka, ja, sem začel pa nikoli. Tako da zdaj dieta, itak težko ne morem trenirati zaradi kolka in je pač boljš. V kakih dvigi se ti pa ful pozna, če vidimo zdaj, da bi šel na 150 v 2-3 mesecih nazaj, bi pres bi bil veliko močnejši? Največ pres pa počep. Počepa zdaj ne morem, ampak drugače počep pa pres največ. Vsa ta masa se pač... Pri kakšnih stvarih, ko moraš pa nekaj nositi, se pa verjetno to slabše, ne? Pa jaz nikoli nisem bil, recimo takrat, ker sem imel 155 kg, sem imel boljš kondicijo kot zdaj. Ljudje zmeraj mislijo, da ta debil, da nima kondicije. To ni direktno povezano. Zdaj pač nimam, zato ker ne moram nič delati skočiti. Zato to je to, kar lahko nogo dvignem, brez da krivim medenico. Se pravi, ne morem ne kolesa, ne morem ne vseh teh kondicijskih vaj težko delam. Poštenjati težko delam. Če si težji, pač težji biti aktiven in medenici. Ni pa nujno, da nekdo, ki je bolj debel, da ima slabš kondicijo, kot on, ki ima trebušne. Ima neko kemaseno mišične. Se koliko pa si imel kaj razmerje, telesne sestave, recimo v top formu, ki si bil? Jaz sem imel takrat, ko sem bil težek, ko sem imel v bistvu 155 kg, sem imel okoli 26% maščobe. Potem 2019, po eno klasiko, to je Dexa Scan smo delali, to je en teh bolj točnih,
ko se vležeš pa skenira cel telo. Sam je pa tam na 145 kg, sam je pa 22% maščobe, kar je ok. 22% maščobe. Ja, mislim, ni to ne. Mislim, da nekaj čez 100 kg misliš, da imaš na takrat 2019. 100 kg misliš na se, opa. To je mesa, a? To je mesa. To je 110 kg, to je že za marsikoga uspeh pri deadliftah, ne? Ja. Ampak se pa pozna dieta pa teh stvarih. Ja, seveda se. Pa dobro, zdaj itak, jaz sem si rekel, če ne bom zdaj na dieti, kdaj bom, mislim, polka bom po operaciji, bolj, da se drugimi stvarmi ukvarjam. Ja, da. Zdaj itak težko ne morem trenirati, pač malo manj dvigaš, takrat, ker si v deficitu, seveda, logično. Ampak najlažje se. Pa trenutno, zdaj, ko imaš škov takole, čakaš na tole operacijo, bolj zgoren del treniraš, vedem. Ja, se pravi, spodnji del probam čim bolj aktivirati, veliko ne moram delati, lahko pa ekstenzijo, pogib lahko normalno, se pravi, to pa to me ne moti, problem je pač pogib kolka, to je to, nekaj še ne moram. Pa predtem tudi malo narediš, deadlift? Ne, se pravi, deadlift je normalno, da moram narediti samo do kolena, se pravi, ker je spet tako kot. Lahko pa pogib kolena, stek kolena, lahko normalno, se pravi, ekstenzijo, pogib. V začetku sem delal vse te hip thruste, je šlo, zdaj pa tudi to, zdaj pa tudi ta ekstenzija, tudi se pravi tudi zadnji boli, ni več dobro, kar lahko še z aktivacijo je statičen hip thrust. Se pravi, da greš v neko, da ne greš v ekstenzijo, da imaš obremenitev, ampak ne greš v ekstenzijo, to še lahko. Zdaj boš šel na hok, da je? Bom šel še 5 gor, še prav na 120, pa tako se pa. Bom pa videl, da bom na tej teži naredil par serij, ali bom šel pa spet 5-10 kg dol, pa na... Zdaj to bolj... Danes imaš bolj light trening, Ja, zdaj- to sam 100-120, ne več. Zdaj, ko imam probleme s tem kolkom, bi skoraj lahko rekel, da je bolj telovadba kot trening. Čeprav zgoren del po moje lahko loadaš, ne, sploh če sediš ali pa če greš Pa naprej. lahko, ampak mentalno, zato ker nisem ja. tam, ker sem bil, vem kakšne so teže. Mislim, zdaj mi je pač važno, da se malo potreniram, da imam Da malo hranaš to. malo hranem, da se malo, tudi kad to rad počnemo, ne. V začetku takrat, najtežje je bilo tam 2018-2019, ko sem se to začel s kolkom, ko sem mi povedal, kaj je mentalno zelo težko. Takrat sem bil pol leta, konstantno slabe vole, težek do drugih. Je krno, ker je velik del, ker zame je bil 10 let, strong je najpomemben del mojega življenja. Pred drugimi stvarmi, pred družino, vsega puncev. In je pač to šlo v stran. Zdaj pa je že bolj, mentalno je bolj, da se mi bolj gre, da res tako Pa zamenjaj. da se tudi hočeš vrniti nazaj, Da se hočem vrniti nazaj, da dam res motivacijo z drugim, ki imajo manjša poškodba recimo, kaj lahko jaz, da nekaj bolj pa lahko oni. Da dokažeš, da poškodba ni obsodba do konca. Tako ja, da se pač tudi v Sloveniji to malo razvija, če greš doktorju, vsa ta povezava bi mogla biti malo boljša, od kirurga do fizioterapeuta, do trenerjev, da se to malo poveže, ker ne more en človek, ne more vse sam narediti, ne? Ja. Če bi bili pa bolj povezani, bi bili pa lahko. Veš kaj, več ljudi bomo pripravili, da dvigujejo, da trenirajo, da poznajo tudi te športe, te dvige, športe moči, več bojo tudi mi kot strokovnjaki, pa tudi ostali zdravstveni strokovnjaki, več bojo znali tudi svetovati na tem področju. Trenutno ti noben ne zna več povedati, glede po tvojih poškodbah, ker tudi noben nikoli ni prijel štange v roko. Ne? Pa v Sloveniji je resno, kar se tega športa tiče, tudi v bolnici, tudi zdravniki. Jaz sem imel 2018 sem se kle biceps zatrl, kad se je začel kolk in nisem mogel pravilno Niso ti rekli nekaj, ne? Ja, hočem to povedati, da zaradi kolka, ker so nepravilno izvajal neko vajo, na tekmo sem vse šel, obremenitev drugačno stala in se takrat biceps zatrl. Se pravi, jaz imam tle čisto ves, imam zdaj zaščito tle čez pozadnje. In je bilo, pri meni je bilo to drugače, da so tele fascije, ker so te mesne fascije, so bicepse držale, tako da mene so bicepsi čisto malo gor, da bi šel tako, bil je pa mehek in jaz sem šel, na jesenice sem šel na bolnico, v bolnico sem rekel, ja, tole, jaz mislim, da sem tole utrgal, oni kolegi so rekli, da je sigurno prvi starejši, a ne. Ona pravi, ja, pa ste me počeli, sem rekel, da tole je že zmajano. Je že tako bilo, pa čeprav je bila neka mlajša, pa je rekla, ja, dvigajte roko, jaz sem se imel roko vodilo zaradi fascije, ne, ki so bile povezane, mi je že čudim gledala, pa je zdaj ti govoriš, da nas biceps če lahko dvigneš. Po tretje vprašanje je bilo, a vas boli, sem rekel, ne skoraj nič, sem bila že tam. Potem je bil ta hook test, a ne, ki probaš če je vest tam, a ne, pa sem rekel, pizda, ona dela, pa ona, ki je bila na pripravništvu, sta probavale, pa prav,
Ja, ves je, kle, sem rekel, ni ves, kle, to je zatečeno, ne. Probi na tej roki, kakšna je vesa, da ves je za prst debel. Si mogo ti učiti? Ja, in tak nič, pa ona so me dali na naravno slikanje, ne, se pravi na rentgen. Sem rekel, jaz sem na rentgenu ne bo pokazal, če ves trgana, prav ona, ja, sem ponovadi, če se ves trga, še kakšen košček pusti stran potem. In potem dobi izvid, prav ena doktorca, ja, tole ves ni poškodovana, vi imate natrgano mišico, morate počivati. Sem jaz rekel, a ste sigurni? Zato, ker če je utrgana vez, me jaz bo tujino operirati, jaz moram samo vedeti, če je poškodba, ne bom kle operirati. Je rekla, ne, vi imate 4 do 6 tednov počitka, ves je v redu, sej, kaj si probil, pač ni vizij in tudi kle je bil bez sobo. Oni starejši strov meni, ko so se videli, ne, 100 takih poškodb, jaz sem pa rekel, ne, biceps že starega. Potem šel pa privat, samo plačničko še na ultrazvok, v Ljubljani sem dobil ful hiter. In gospa sicer ne dela take stvari, je rekla, da je 3/4 sigurno, da je ves odtrgana, ampak zaradi gostote mišičnega tkiva je rekla, da ne more čisto točno videti, pa ne ukvarja se s takimi stvarmi. Ampak sem pol vseeno takrat se kar zmenil za tujino. V 8 zjutraj sem bil naročena, v 10. Se pravi najprej samo ta ultrazvok, gospod je samo dal gor, pač namazal, dal gor, pogleda 5 sekund, pravi aditiva je odtrgana. Mislim, kako je to možno? Spet si dobil, ja, nažalost, boljšo oskrbo, ne? Ja, bi mogel biti zvečer operiran, smo izpolnili papirje, pa šel mi je kirurg pogledati, anestezist pogledati, pride spet anestezist nazaj prav, v Beni že. Prav, no zdaj pa gremo, pravi se, kam pa gremo? Ja, operirali te bomo, je bilo prej. Sem bil pa, v 10 sem bil tam, popolnem v 3-4 sem bil že zamenjal biceps. V Latviji še šel. In to v Latviji, ne? Za državo, ki imamo za 3. razredno, ne vidiš. Upam, da čim več takih poškodb, da se tudi zgodi, ker take poškodbe so poškodbe pri nekomu, ki nekaj dviguje, ne? Zato pa je tako malo izkušen, imajo tudi konsultacije delavce s tem. No, čeprav imaš tudi tako zličan še en kolega znanc, kakorkoli. V bistvu so nekaj nosili, neke omare so nosili in je tudi se imel trgane. Tako da se kar... Mislim, ja, mora biti aktiven, da se to naveč, ne? Ker danes imam mrš kakšen človek bolečine poškodbe, čisto zato, ker ni aktiven. Ja. Evo, delamo tole 120, pa ne? Ja. Sicer je malo težko, ker veš, da je do 50 kg pod PR-om, ampak to ni eno treba. Zdaj več na rep se delaš, ne poljubi. Situaciji primerno. Moraš spet gledati, kaj lahko nekaj ne moraš. Tudi med sezono same, ne? Saj zmer so bile kakšne težave, si pač probal okolj trenirati, ne? Okolj, točno to, ja. Stvari nisi mogel, ja. Ampak ne možeš zaradi tega vse spustiti, če ne vem, če ti kolen boli, pač probaš ti se rešiti. Mogoče počepaš, ne, takrat za en čas, ampak gledaš drugo, ne vem. Delaš to drugih vaje. Tako ekstenzijo, poklipti, ljud bliže, da pač vse ne aktiviraš na spodnji. Ja, tudi skoraj 13 ljudi. Ja, je. A da dol to? 5 dol. To bomo še dvekaj. Matjaž, da si na dieti, pa to konkretno pomeni pri tebi dieta, ker večina ljudi dieta pomeni, da so, vse veš, takile, ne, suhcani, nič ne jejo, so pa sladka. Ja, v bistvu, ko sem začel dieto, sem šel samo v mali deficit. Zdaj bi mi z glave rekel, da sem jedel, ne vem, 300 beljakovin. Koliko hidratov? 400 hidratov, meni se di pa okoli 130 maščob. Mislim, da je bilo okoli 4000 kalorij. 4000, no, in sem od začetka pač lepo zgubljal težo. Pač počas, ampak... Koliko imaš pa ti dnevne porabe, tako v mirovanju, veš tisto, kar se čisto... Nisem to nikoli računal. Najprej sem tako, pa sem bil vmes na dopustu, nisem bil na dieti. Sem ne vem, par kil zredil, pa sem 2 tedna neko ful strogo dieto imel, ker sem bil res samo s prstom beljakovine jedel, ampak to je bilo vsem kratko časno. Zdaj sem pa nazaj, zdaj grem pa v bistvu na reverse, tako da imam nekje 250 beljakovin imam zdaj, 230 hidratov, pa okoli 130 maščob, pa dvigam vsak teden 10 gramov hidrate, tako da se to počasno bolj stopuje. Ampak ni zdaj več tako strogo, zdaj, ker sem imel rojsten dan, pa to recimo sam en dan dokaj normalno jedel, oziroma probam tako, da pol če jem, še dan, da se čisto ne držim, da ne jem cel dan ful, ampak da recimo en obrok, ker se podružimo, ne gledam kaj jem, pa da ostal dan pa malo prilagodim, tako da ni toliko ful več, ne.
Mislim, zanimivo, ne, tudi to, ker veliko folka misli, kva rabi enih priprav različnih strokovnjakov in ne vem česa, zato da ne vem, ali se rehabilitira, ali da gre v dieto, ali da nekaj začne trenirati, ampak v bistvu ti si dal samo okno, tudi na področju prehrane, verjetno nisem imel ful veliko neke podpore. Pač ja, neki, ali sem bil na kakšnem posvetovanju, ali sem mi pomagal, tega se res poznajo, ampak večino moraš pa lidek sam, ne moraš ti. Pa tu ima svojo glavo porad. V bistvu original je ta Husafeld snov, to je prav iz Islandije, ta prav Husafeld, mislim, da ima 192, 196 kg, tega, ki smo narodno nosili, to je original. Pa imaš pa te replike, ali je skamna, ali je ta moj železen, se pravi se na file lahko splatam, pač za trening, ne, pol pride eno. Se pravi Husafeld carry ali pa carry for distance. Evo in sedaj. Sam zavidim, ali bo slika. Končno dejanje. Ali bo Matjaž uspel premagati mehanik hrbta? Ič, ni, sam, Da ne bo lahko živeli. Odkleco! Neki podkaj. Ne, tikaj. Vidite pa takole. Ne, šlo je. Ma ne, to je Dobro. Kaj ti polagaš v to roke? Malo čas sem prej, ampak jaz imam ful problem, če imam te nepravilne glebe, tole, se pravi vsi ti, čim je... Ja, kaj pa polagane roke, da dobiš golfarski komolc ali pa teniški komolc. Sploh takole na netekmovalni mizi, zato ker na tekmovalni mizi se lahko primeš, pa se pa res pravilno narediš, da ne tako čisto drugačen. Če pa ta papški polagane roke, je pa ful. To ne slabi, ja. To večina ti misli, da mora tako polagati roke, pa se zato poškodujejo, ne? Ko boš to uporabljati, moraš ti na telo. Ja. Veš pa tako stvari, kako? Tako znam, ne? Ale, to je začetno. Ja, kar neki darja temu. Ma za en avto nov. Ja, valjda. Vas ga opremi. Ja, sej, to je tvoj del, to so tvoje sanje. Ne? To moraš, ne? Ja. Vsak, to je pravilno, tega se manjka, da ljudje vlagamo v tisto, kar nas žene naprej. Ne pa v avte, ne? A što ti tudi loco? Kaj da? A što ti to pojde? Če jaz imam to. Ne, tole. Aha, tole, kaj to? Čakaj, bom jaz to dvignil, ti da je pa ta hlod tole kled, da bo kled lahko štartala, dobro? Aha, kjer hlod to misliš? Ta v spodaj. A ja, tole, okej, malo. Ja. Ne, 2 metrov. Ja. Treba bi se zdaj nafila, da ne lahko kled odpreš. Da je plata. Aha, okej. Tako da zdaj lahko rečemo za video, da je 200 kg. In to pa takole nosiš, ja? Daš probo pol. Probe. Ponavadi na tekme je skoraj stala ali pa takole. Zdaj imaš več možnosti, lahko imaš eno, da je na distanco, se pravi imaš 80 kg, imaš 20-20 distanco. 180 kg nosiš 20-20. Nosiš pač na max distance, dokler ti ne pade ven, pol eno imaš možnost, da je pač neka distanca 40 metrov na čas, in 2 ob cesta ponova. In to so prav zate naredili, ne? Oni delajo, to so eni češki, iz Češke eni fantje, pa delajo takih stvari, no, ti loglifte tole delajo. Tako da ja, ta je fajn, recimo, ker ni tako težek, ne pravi, da lahko tudi normalno. Da se prav tle pomembno, da ga lepo zagrabiš, da je lepo ksep k telesu, da ti ne drsi, vse te stvari je pol. Pa ga odložiš vse, no? Kaj pa te weightlifting pasi, ki jih nosiš, to ti prav posavi? Veš kaj, malo je recimo, če imaš kakšen log lift pa to, da se ti malo trebuh takole stisneš, da pol, ko imaš ta prav pas v spodaj, da ti ne ščipne recimo kože, pa to malo je to. Pol drugo je ta samo malo pritiska, ki ti da tega malo udobja. Tretjo je pa recimo, tako kot smo zdaj, ko smo v zuni, tekme so veliko v zuni, če si ti prešvican, da te pač tudi malo zaščiti pred vetrom pa pred mrazom, vse te stvari. To. Drugač pa ta prav pas ti pa poveča pa abdominalni pritisk. Ta prav pas je v bistvu tehnika, itak moraš ti znati dvigati tudi brez pasa, ne? Samo recimo pas, če se ti to prav predstavljamo, je ti ko vdihneš recimo 90% zraka not, ne 100%, ne? In pol ti napneš ta spreden del, se pravi ti ko napneš ta spreden del, ne potiskaš trebuha
ven. Ti samo vdihneš in napneš nevtralno, kakor je napet. Se pravi, ne stiskaš start, ne potiskaš ven. Ja. Pravilno pa pas tako uporabljaš, da ti, ki ga zapneš, ti, ki boš zapel pas, ti bo ta nevtralno pozicijo napeto malo not porinil. In ti, ki se napneš, ti kontra pritisne. Se pravi, avtomatsko z neutralnim pritiskom aktivacije mišic boš kontra porinil, ne s potiskom trebuha. Se pravi, ti, ki vdihneš, ne boš naredil to, ampak boš ti vdihnil, in ko boš napel, bo avtomatsko malo šlo ven, ampak ne potiskam je zdaj trebuha ven. In takrat ga zategneš pa? Ne, že prej. Se pravi, ti daš, če recimo, da je to kao pas, ti zategneš, daš trebuh not, zategneš, vdihneš, napneš in s tem, ko napneš, kontra porine. Pa ne sam kle, v bistvu okoli in okoli. Velikih misle narobe, da v bistvu trebuh prav ven porivajo, ti ga že porivaš ven, ampak ne z namenom, da ga porivajo. Točno tako, ja. Boš ti probo, tam je sam 65 prazen, tako da lahko probaš. Zdaj, kaj je pomembno, da daš lepo na rob, tlele boš eno roko, ali primeš tako, to je vse, druga roka tudi, potegneš z nemu, ob nemu greš, glavo v bistvu tako dol, kakor bo šlo, in potegneš ga, se pravi, ne držiš ga s bicepsom gor, ampak z hrbtom, z latcem, ga potegneš ob telo in s tem. Logično mi je, ja, thanks. Malo nižji prim, eno roko tako malo diagonalno, da je tako, ja. Ok, to. In da ga stisnem, zategnem, cek. Aha, to ima 65, praviš. Dobro. Ja, moram paziti, kad dol odlagam, da mi ga ne prašikne, veš. Ti koga imaš v hlačah, ne veš. Ja, to je to. A ti si kaj sklep probal? Samo kaj težega, da se malo makne? Ja, ti boš kuglo daj za naprej. Ti veš, logli pa kuglo da probaš. Ja, kakšne take cool stvari. Ti veš kaj imaš. Jaz to kad dele veš, ko napravo pogledam, bi se rekel, kaj je to neka avtomehanična delavnica, veš. Ja. V bistvu zdaj nisem pospravljen, ker to še ni. Ja, vse to je stvar. Zdaj so kamni, te vreče, potem te platforme, potem to so dogaja jerk boxi, se pravi levo, desno za weightlifting, ampak imamo mi za loading, se pravi loading, ti stvari, ki nalagaš. To gre tudi ven not, tako da si lahko propelaš. Potem je to za common wheel, se pravi, to one štanga, kako nosiš. Potem te gume pašejo na stojal za nositi, se pravi, to roke nosiš. Gume pašejo tudi na palcu, pa na aksel. Potem je tata težek log lift. Kakšen log lift, ja, imaš kakšen jok. Jok imam, evo, boš ti jok prvo? Ja, tudi. Prav, no pa pejo malo čisto. Da malo odevamo, da malo nosimo. To so v bistvu navaden stojav, evo tak. Ja, daj čist navaden. Tega lahko skor, ja. Da daš eno, da ti švasa, ja. Ja, par luken da zvrt, pa še to, če sam treniraš, bi lahko tudi fiksnega naredil, veš. A to ga tako pivaš? Čak ti bom postavil še nekje noge v širini kolkov, se pravi sklep na sklep. Tako, lahko sklep primeš, bo boljše, ja. Zdaj rame boš gor napel, tole boš napel, tle boš napel in boš noge samo potisnil. Potem pa kratke korake, pa na šponane noge, se pravi. Pa kje bolj osko ali bolj široko? V širini bokov. A, širini bokov. Prste probi imeti naravnost, obrnjene. Boš, ja, kaj da je kle dol. Mogoče ga že vse nazaj takole držal, ko bi navajen. Pravi, da je doba čim bolj, da malo niško zdaj. To je kle. Da že na spona sredno začneš. To je zdaj ful preniskozan. To je, kle ta del, rame, to je vse stabilno mora biti. Se pravi, od boku gor se skoraj ne premikaš, vdihneš v trebuh, našponaš, kot smo prej govorili, potem pa dihaš, ampak v spodnji imaš napeto. Se pravi, ti dihaš samo v zgornji del, spodnji del, 3/4 ostane. Ker če veliko težo ti izdihneš ven, ne boš več vdihnil. Točno tako, ja. Tole, nekaj našponaš, in pa našponano nogo naprej. Koliko si tudi jolka ti delal? Ja, v jolku sem bil tudi dober, mislim največ. To smo imeli, največ je bilo tudi nekaj čez 500, ampak razlaš tam na tekmi 450 kg, 440 skoro zmer. Mislim, da imam na 25 metrov rekord 11 ali pa 13 sekund, nisem da je siguren. Še 450. Se gleda, kdo hitreje naredi, ne? Tako, če je na distanco, kdo hitreje naredi. Če pa ne pride do konca, se pa meti merijo. A ti dava malo gor? Ja, deva, kar ne vem. 25 skoraj. Še nekaj plaske. Outdoor.
Čak ne, diagonalno. Tam levo, Tako, čevlji so zdaj malo mehki, ampak za video bo. Torej plavaš takole. Lahko tudi gor držiš, če ti bo boljš. Lahko tudi palce, ja. Se pravi, pozicija je med low pa high bar. Aktivirana mora biti tudi ta, da je trdo, se pa hle noge potisneš, stisneš zadnjico, stisneš skor, zdaj pa takole. Hitre, kratke korake. Še bolj stege noge. Ja. Dobra. A to ne dela, ker odstavu pa. A drugič kaj odstavam, ne? Ja. Večkrat moraš noge bolj stegniti, pa pol aktivirati, da nisi toliko v tem položaju, ker si večjo težo ne bi mogel. Ne sme biti čist ekstenzija. Čeprav ne sme biti v lockoutu. Ne v lockoutu, ne? Ja, tako. Pa probi flat shoe se premikati, se pravi na sredino. Ne tako kot normalna hoja, ampak težo zmer na sredino. Tako ja, boljše. Zdaj pa čim hitrejši. Lahko spravimo, če se kar pustim, pa pauzo narediti. Kaj je tisti lock, ne? Logli bomo gor, pugo bomo gor. Če je to, mislim, ok, je druga naprava, ampak če je ful razlika log lifta pa presa, recimo to, kar prej delo. Eno je, se pravi, log lift ima neutralen grip, ni ravni neutralen, pa zato, ker je večji premer, je težišče bolj naprej. Palca je kle, tudi če so v teži gor, je se zmer težišče na sredi, ker se skrije. Log lift je debel, kle pri glavi in je naprej, se pravi, on avtomatsko vleče naprej. Se pravi, prvo napako, kar ponovati ljudje naredijo, da iščejo težišče, treba s telesom nazaj, se pravi, težišče tele, kar ni prav. Ti moraš biti dokaj raven, toliko aktivirati spreden del in gluteus pa zadnji del, da ti malo že kriviš, se pravi zgornji del, da je močen, tako kot pri weightliftingu podobno, potem pa vse ne greš v središče. Moraš toliko aktivirati, se pravi, ti če pravilno stojiš na log liftu, boš na prstih v spredi čutil težo, kako moraš ti, v bistvu nazaj. Če nekaj naprej, moraš ti aktivirati cel ta del do tal. Ja, torej ne sem zdaj nazaj, ne? Pospravimo, da ne bomo tam pustili. Kako bo draž ta kletka teže? Ne vem, jaz bi tako iz glave rekel, da ima to 5-60 kg. Aha, ok, to imam to vse skupaj na 100. Ok. Koliko sta biti spodnji dihati, pa bomo zgornji del, to hitni kratki korak. Treniraš zdaj tudi te gripe s temi platami, da jih nosaš? Ja, to sem, ja. To je kar v redu, no. Sam grip na navadni palci nimam tako dobro, zato imam dosti kratke prste, z drugimi večjimi atleti. Ampak te navadne stiske so pa kar v redu, no. Zato, ker sam grip na navadni palci, nekdo, ki ima dober grip na palci, ni nujno, da ima močen stisk. Lahko ima ful dolge tenke prste in lepo zavije in zapre in ima močen ta prijem. Ni pa nujno, da ima močen stisk. To je pa ta del. To je zelo pomembno, ko imaš dolge prste, sem tudi bolj A bi ti še kaj kle probal? Recimo tale zgrodje, to sem sam došel ta. To je bil eden takih boljših prvih projektov. Boljših projektov, A ta zadeva ima dejansko 140 kg, ko? Mislim, da za 136, pa še nekaj. Tok majhen kovček zgleda, res. Ja, čist polken je. Računi, se pravi, kubični decimeter železa je 7,2. Se pravi, če imaš 10 litrov, je že 72 kg. Če čez eno roko probati, bi se mogel upreti ali nastaviti. Ja, bi se mogel, ja. Tako, ne, samo to pol. Ful je korpo, vse to je pol. Hvala. Pa deva tle na vsak naslan 25, a zaprobajte me dosti. Tako, ja. Evo danes prvič tele SBD-ove, to nove. A ja? Te so za weightlifting, so malo tanjše, niso tako trde. Kje ti pomaga to, pri ekstenziji kolena, da ti malo da, kva? Veš kaj je, malje se pravi, en velik del je to, ki gre, se pravi, da se spet vzum, pač neopren, se pravi, on ne gre direktno, ampak izolacija, se pravi, sam telo ostane toplo.
Druga je ta mal občutek pritiska, se pravi, te točke za bolečino, če imaš kakšne probleme, so zelo podobni receptorji kot za pritisk. Se pravi, če imaš ti nek ful bolečino, pa če kratkoročno stisneš, boš v unem momentu, ne boš čutil bolečine. Tukaj pa isto, se pravi, ta občutek rahlega pritiska, kompresija ti da bolj udoben občutek, kar je plus pri večjih težah, ne pri počepu, pri vseh teh carryjih, pa tudi te naravne, se pravi, če je pozim tekma, če je veter, vse to je plus. Moraš pa biti oboje, ne? Brez kolenčnikov in s kolenčniki bi mogel normalno trenirati, če češ spostaviti neko zdravo ravnovesje. Ok, če imaš pa nošenje kovčkov, ne? Ja, se pravi, tekmo zdaj na trening, ponovadi na tekmi so ti plavi veliki ali pa tole. Se pravi, sam prijem, malo za polovico ponovadi, primeš okol, s prste zaviješ, greš s palcem čez te dva prsta in potem dvigneš. Se pravi, isto se postavljaš v nek počep položaj, našponaš, se pravi, vse ti dvigi, ti že našponaš telo, preden dvigne zares. Se pravi, vdihnem, našponam kvadre, gluteus, zgornji del, se pravi rame, sklep probam, da je sklep čim bližje telesu, se pravi, da so vzvodi manjši in s tem močnejši. Se pravi, vse ta del na vse moraš misliti, ne sem tam, kaj je teža. Ostaneš, našponaš skor in spet, kot prej, podobno to prej. Liva desna, liva desna, liva desna. Šala mala. Ja, to videti. Tako, vse to ni tako težko. To ima 60 na roko. Roke stegen čist. Stegen? Zdaj našponaš. Tako, hitrejše korake, leva desna, leva desna, leva desna, leva desna. Ja, ta napaka je dosti delajo ljudje, da probajo biceps ponati, ne? Ja, biceps, a pa tako s hrbtom nazaj, ne? Kaj lahko pride do teh poškodb bicepsa, ne? Še zmer pojejo, ja, lepe so zvončki. Lepi so zvončki. Dosta, to ga imamo. No ja, tri to idemo. Aha, te so pa Kingsbox za Atlas Stone gor, ne? Tako, ja. Kje pa take železne utrži čisto take simple rab zadeve? To so mi pa enkrat v Akroniju so mi odrezali. A res? Ja. In pa toliko šta tukaj, a? Ne, te niso bile tako drage, sam za navaden trening niso tako uporabne, ker jih je ful težko gor pa dol nalagati, veš, na navadno palco. Težko jih zagrabeš. Mislim, lej. Mislim, za strongmane so, ne? To je tako outdoor oprema. To je držo, je rjav, to ne pucamo, to pač kleje uporabno je. To tako. Ni pa zdaj to za fancy gym. Tako je to, stranski plank, Bulldog pa Magil Curl. drža, ne? Magil Curl, ja. Stegen noge, ne? Veš kako začnemo, ne? S temi vajami Magil. Torej, bo zdaj pokazala Matjaž, tudi dela Magil Big 3 vaje. Pa bo šla malo čez, kako jih je meni Magil osebno predstavil. In sicer prva regresija te vaje, oziroma začetek, da se ne gre z nogo in z roko diagonalo, ampak začneš v bistvu samo z rokami. Z roko. Zato, ker boš imel boljšo kontrolo. Lažje, ne? Si sam na eno samo. Ampak v bistvu je težje mišično, boljšo aktivacijo imaš. Ker tukaj se ti obe strani izničita in dejansko sama tako kontratež imaš. Če greš pa s koleni dosti široko, če greva tako, da daš kolena dosti širok, pa greš malo naprej s težiščem, pa imaš roke ožje kot kolena, da imaš stabilno bazo, potem narediš čisto kot pri tvojih dvigih. Torej, zategaš mečkam nate nazaj, imaš neutralno krivino, potem narediš brace, vdih, s tem vse čez Superman. Torej Superman je zvezda samo z roko, 5 sekund izdiha, počiješ. Tu krče na roko. Ja, tako je, tisti, ki so začetniki, grejo bližje, tukaj imaš manjše prej. A veš, kaj greš bližje. Ne, to misliš to roko, ti imaš kar tako pokrčeno. Tako, to je z namenom, veš zakaj? Zato, ker eni grejo ful naprej in si porušijo položaj v hrbtu. Ker klej še zmer cilj čvrstost hrbta, ne.
S tistimi čisto začetniki delamo tako, da imajo roko tukaj. Pol boljši, ki si, bolj greš široko, pa bolj greš z roko malo naprej. Ja. To je recimo čisto taka osnovna stvar. To, torej postaviš lepo na trajno krivnico, recimo. Ja, ne morem zaradi koka, veš. Mislim, lahko bi sam bolj, vse tako reguliral. To reguliral. Čak, ti greš tudi tako, ne? A je to važen pals na gor? Ne. Tlej samo pomembno, da imaš ta neural drive, torej da imaš čvrsto čez vse kaj čez. Torej, da ni roka veka. Lopaca jaz to ne smem premikati. Se pravi, lopaca naj bi bila zaklenjena. Ja. Se pravi, jaz ne sem toliko naprej z roko. Tlej se zakleni. Se pravi, tako. Bi bilo to pri meni. Tako pa vedno se najprej daš roko dol, da se najprej naštimaš. Tako, kot si prej rekel pri tvojih dvigih. Torej, da si najprej sproščen, potem se zaklenaš, cik, in zdaj to močan test. In zdaj delaš tih 5 sekund, veš, ti zdigaš samo prenežno čez zobe 5 sekund, takrat si res močan kalev, teh 5 sekund in lepo dol. In vidiš, da vaja ni tako simpel, kakor zgleda. Težje si už pa lahko naredil, če greš bolj naprej, pa bolj širok. Eventualno, recimo, končna pozicija te vaje je, da imaš iztegnjene noge. Ne, to je še težje reči. Ja, se klemaš težko bolj zaklenjene, ne? Ja. Ja, ti se še težje reči. S tem res lepo dobro zaktiviraš trup, ne, pred kakšnimi dvigi. Pomaš pa recimo verzijo samo z nogo, ne, če boš hodil zdaj malo folk trenirat. Imaš pa veliko obratno, ne, moraš imeti pa široko bazo v rokah, pa ima ožjo bazo v nogah, zato da si stabilen. Delaš pa isto, bresaš. Začnemo najprej, da res narediš lepo ekstenzijo, a veš, če gledaš mojo madrico, ne, da ne delaš tek, a pa da ne delaš tek. Veš, kaj nima vaja smisla, ne? Ker to je isto, kot če bi se podajal, ne, kot 120 kg. A tudi zgoraj ne mora tudi paziti, če je iztek kolka? Če je iztek noge, ne? Torej, ja, paziti moraš, da je tole vse v enem členu, ne? Medenica deprimer in zdaj gre samo tako drsaš nogo po tekmega, ne? Ja, pa to bi šlo, zato ker s tem, ker noge da se ne rabim. Toliko ekstenzije narediti. Ja, toliko ekstenzije, če pa je vse skoraj cel iztek. Ja. To bi šlo, no dobro, se zdaj tako veš. V enem teh 4 tednih, 6 tednih ne moram več bavo narediti, ne. Jaz sem že toliko delal poškodbo, da s tem vajam ne moram nekaj ful izboljšati. Mislim, za post-rehabilitacijo, mislim, za rehabilitacijo pol pa je bo top, ne? To bo pa super, sigurno. Zdaj samo to, da samo aktivno ostanemo, ne, da je v bistvu da ohranjaš tudi to gibljivost, mobilnost. Mobilnost pa čim večjo mišično maso, ne. Zdaj se že malo pozna, no, leva, desna noga je že malo razlike. Zadnjica se pozna, mislim, da obseg noge, da je, mislim, da 2 cm. Kaj kakšne take vaje, kjer pa ne rabiš toliko mobilnosti v kolkih, recimo tale, to sem prej delal, tale yoke carry pa to. A to lahko delaš? Veš kaj je problem, zato ker lahko je teže, ja. Če bi šel pa na težo, pa težko, zato moraš biti le toliko aktiviran in pa greš naprej, tako čujem teža. Je pa res, da sem te vaje lahko še najdel delal, še 2018, konc leta, sem bil še ful dober v joku, no, tako da sam je bilo pa tudi tako, je mogla biti teža toliko velika, da nismo mogli več atleti delati dolgih korakov, ne, ker dolgih korakov, pol težko, ne. Ja, prav potem boš še stranski plank, ki je še malo bolj kompleksen. Kaj ti tako delaš, da prekrižaš? Ja, mogoče najprej, ja, torej kako se ta vaja začne po korakih, ne? V bistvu začneš tako, da ti boš, odvisno koliko boš lovsko in naprej, začneš tako, ker ta vaja je v bistvu hip hinge. Veliko ljudi misli, da je ta vaja gor-dol, ali pa da je to ne, pa v bistvu ni, to je vaja, kjer treniraš tudi ekstenzijo kolka in fleksijo. In ja, začnimo igrati tako, da greš po korakih, ko boš videl, da je tudi manj energy leaksov v kinetični verigi, torej manj je tega ohajanja sil, težja je vaja, če boš šel po teh korakih, kot pa da boš začel iz prve, ne vem, to gledati, recimo. Boš videl, bo... Da že aktiviraš. Tako, ker tukaj že, točno tako, ker to je vaja, sploh za enega spomena ne kot se ti, ne, ker resno jemlje stvari tudi tega steničnega vidika, je vaja že to, kar sem jaz zdaj lekle. Večina ljudi je pa te vaji, misli, da je to džavaj, ne, pa prelahka mi je vaja in pa gre to delati. Pa ne res, ti moraš gledati že, še kaj se učiš brez. Mislim, da aktivacija. Tako, pa če pogledaš recimo moj komolc, jaz moram gledati že, a veš, narediti ta puš z zlatom, prsa malo ven, neutralna pozicija, pogledam, da imam kaj premico, vdih in potem z nogami drinam po ekstenzijo, rit napeta, trup čvrst,
Rama, ki je ledina polno močna. Se to bom videl, kako bo zaradi kolka, to ima biti malo težava. Sej, zato ne raba toliko s koleni naprej. To je nekako še odobno. Se pravi, zdaj kaj gleda, spet lopacijska prsa ti vaja? Torej, Ali še je boš... bolj važno, je pač aktivno aktivirana? To boš naredil, ne? Še rano dobro što. Da, depresija rana. Tako, bravo. To plenjaraš oskap. Kaj se tam to zaktiviraš, celo to spodno stran tudi oblike. Vidite še zmer dol, torej počivaš. Ok, ja. Tako, bravo. To malo se izprsiš. Če pa prikneš, rama me malce, ki mora. Aha. Desna imam, veš, medkrat moram biti Čakaj, pa šta ti odraš boljše? Da nimaš komovca takole direkt pod ramo, ampak da imaš mogoče nekaj bolj stran, pa da se tišiš. Da imaš super upornice. Tako, pa komovca vidiš tako, da se tišiš. Ja. Tako, in gre zdaj se podrina z nogama. Igra naprej. Se pravi najbolj tu? To, ekstenzija kolka, bravo. Ker vidiš ekstenzija kolka, pazi, da gre tudi prsni koš. A greš malo v... Torej, veš, da ne pride do tega, veliko ti dela to. Ja. Tukaj ni več tajt. Se pravi, zgornja stran medenice mora naprej. Tako, torej medenica, prsni koš, oba hkrati gresta naprej, veš, povezana sta. Se pravi, malo neutral spine, skoraj malo poudariš. V bistvu ga samo hraniš, potem si ga naredil neutral spine, potem pa z ekstenzijo kolka Ok, tam pa probaš. pohraniš. Torej ne želiš delati tega rotacije medenice. Ker tudi spet malo treniraš ekstenzije kolka, tudi v tem range of motion, ki ti trenutno še ustrezno. To je enaka čvrsta, cok. To je rati. Tako reč. Gremo zdaj pogledati še, kje so se vsi ti začetki, oziroma kje so se tvoji današnji uspehi začeli. Gremo pogledati v ta star gym, torej da boste videli, da za gym ne potrebujete nobenih fancy prostorov, ampak zgolj trdo voljo in inovativnost. Kaj gremo? Tako. Super, veš, da se bolj vidi, veš, to je nekaj vrste glas za punce zdaj, veš. Ja. Prej si na liftov, ne? Zdaj si še delov, ne? Še kuhat pa bom videl. Dej, ja, dej malo konče kuhat, da te še v kuhinji vidijo. In pa bo to, le, to bojo klicali, le. Kako tale kanta, pil? 47 mora sam. Da bi še to mogo še izgledati. Se treba zaslužiti zrezek pa kosima, ne? Da ne greš na brez dela. Zdaj je to že za trening. Prazna kanta. A sledi prej, ko sem športom ukvarjal? Veš kaj, sem ful dolg fuzbal igral. To se mi tudi pozna, da sem imel veliko prednost pri dvigih samo, ker je bilo svoje noge dražene za okre pa švok. Potem sem pa dolg časa karate, Kyokushin. Znaš? Ne, prav tega. Kyokushin je prav borilni karate. To je zelo dobra zadeva, pa zelo redko v osnovi to delamo. Večinoma delajo vsi samo Shotokan. Ja. Pri Kyokushinu imamo pa dejansko fajte, to pomeni. Aha, kontakt. Kontakt po kontakt, ja. To je to.
To je pa pač nekak ta kickbox z stilom karateja. Ja. Mi smo recimo, tako je. Recimo, mi smo brez ščitnikov na tekmi in lahko nabijaš praktično vse roke, telo, noge, samo v glavo ne smeš z roko, ker je prosta roka, nimaš rokavice. To? Jaz sem predvsem več športe žogo, tam to mi je tako najbolj zadovoljstvo. Strength šport mi je pa, v bistvu se mi zdi taka nujna podlaga za zdravje. Ja, se to če gleda, kako se je slovenski šport razvijal. V Jugoslaviji so bili Slovenci ful dobri, v športih, potem malo za Jugoslavijo jih je tujina podrla, ker so tujino že delali osnovo v džimu, in so bili Slovenija čisto zad, zdaj pa spet, Pa si prehranil, ne? A še kakšen na vidiku, ali sam ti bolj te športu da je to? Ne, sem to na splošno tudi iz drugih športov, recimo če gledaš košarko fuzbol, Jugoslavija, tudi Američani niso delali to strength priprav, so bili ful dobri. Potem so kar naenkrat oni bum, ni bilo nikjer Slovencev, zdaj pa spet, kaj to gledaš, pa šlo tudi Slovenci vse to, zdaj smo pa spet, tudi v teh športih je ni najboljši. Zato, ker je fitness, mislim, ker je fizična priprava. Je zares prišla tudi spet v nas, mislim, da je Slovenija. No ja, te moči je čisto vsak šport. Samo mora biti ta prava razporeditev, ta prava prilagajanje originalnemu športu. Prvo smo recimo tudi kakšne, sicer ne imamo veliko športnikov, ampak imamo tudi eno kolesarko v ženski reprezentanci, ne? Prav, koliko se je izboljšala že kolesarska pripravljenost na tekmah, s tem, ki je začela delati recimo počepe, deadlifte. Seveda, ne more biti volumen tak, kot pri nekomu, ki se dela šport. Če imaš NMR toliko večji, en RM, avtomatsko se pol za svojim treningom tudi ostalo izboljša, Relativna moč je gor. Če imaš ti 60 kg, pa če izboljšaš svoj počep, je tvoja moč nog tudi pri 500 ponovitvi boljša. Pa za povečanje moči sploh ne rabiš neko veliko povečanje mišične maše. Točno tako, ja. Eni mislijo, da te upočasni, v bistvu te ne. Da te ne. Ti na skoraj isti teži, močnejši in s tem hitrejši. To je relativna moč, ne? Ja. Da si v bistvu težji, si močnejši z treningom moči. To recimo ženski delajo powerliftingu, ker močejo svoje teže, so na kalorični nuli ali pa na mejnem deficitu. Dobivajo na teži, vse je pa živčni sistem in na moči. Trenirajo pa tehniko pa živčni sistem. Zato ker nočejo, eni pač nočejo biti, a ne težji. Hvala, ker imaš razgledane. Se pravi, vi pol skoraj vse stvari za vadbo pripravite, oziroma nek del je. Z vajami... Kaj pa manualno? Se pravi, imamo tudi asistenca zraven, nikoli ni to primarna. Ker dolgoročno vedno deluje samo neka popravek v gibanju, neka adaptacija tkiva mora biti. Ti se samo kratkoročno, Recimo, kaj nam prvo pride, ne vem primer. Nekdo nas pazen tlele kvadratus, boli ga hrbet, to da spustiti. Kvadratus spustiti najprej, pa gremo naprej na vaje gibanje. Da se zadeva rehabilitirane. Ja, se to po ljudeh, ki to ne dojemajo, tako je recimo, da reče, to je bilo ful težko, ne bi mogel več. Pa ga bo vprašal, prav ne bi mogel več, ne. Pa ga bo vprašal, a če bi ti zdaj rekel, da bo tvoj pes umrl, če ne moreš še pa bi pa lahko še piti. Kako če si rekel, da ne moreš več? Tako ne moreš. Ja, to še je. Kakšna je motivacija za tega? Če pa to treniraš, pa pač, da ne moreš več, tudi če ti bi mama umrla zaradi tega, na tekmi. To na tek pomeni, ko si daš ne vem, 0,0 ven, da spraviš. Če ne gre, da pomembnih tikma, zmer ne može. Ta je dober, to sem ne vem, ki je bil že ta primer, a pa bi pa lahko. Da ti prav pride, tudi imaš prsa, plexus, da ga lahko podržiš. Ne moraš fajne, da se pravi ta aktivacija, ki bi se strapeli povreže rame. Ni razlika, v bistvu je ful razlika pri push pressu pa strict pressu. Strict press, komolci dol, linija zapestje komolci, se pravi, da je potisk, push press, komolci gor, s tem dobiš logli se rotira, teža pod teb, rame gor potegneš in ti potišneš z nogo in samo zaključi z rokom. Strict press mora biti pa ta linija, a ne, zato, ker ti tako, ne moraš strict press, tako lahko samo extenzije delaš. To je tudi veliko. Ja, ne, da je tekmo pomembno. Ja, sigurno. A da, dolni? Ne, še malo gora. Še malo. Še gora? Ja, dajva še 10. To so na kakšni kilaži, že?
To so zdaj na 140. To bi bilo neki minimum na ponovitnega tekme. Izstali se pomati, da. Izstali, aha, možda še kinem moč, ja. Ja. Še naložit moč, ja. Pauza malo več, 3 minute pauze. Pobegamo naprej, čas. V bistvu, ja, te trovanci, kaj noter, ne, si lahko delal vse te statične dvige. Se pravi, zdaj lik na prašnem barvanju, oziroma na peskanju, in tako sem imel tukaj še en kabel, se pravi, za ekstenzijo komolca, za pogib komolca, za te stranske odmike, premike, ne, se pravi, se pravi, zgor in spodaj kabel, potem je bil lat pull down, je bil, pa sem imel pa tam še ekstenzijo, se pravi, kolena leg extension, leg curl na tej nov tudi, pa glute handbase. To je res večina teh stvari pokrita. Še 50. 50. Tudi imam, čas sem veliko deadlift s tem, ker smo imeli tudi gazde, da se pravi avto deadlift strani. Sem veliko, čas sem bil, tu sem bil tudi dober. Iz te višine, že takoj ne vem, že mislim, da je 3x400. Slika da piše. Zdaj smo pa rekord na tekmi, smo imeli pa 2.18 na Arnoldu. Mislim, da je bila tudi ta višina, se pravi, navadna palica je bila 22,5. Una je bila pa 32,5 na tekmi, zdaj malo širi za prijet, tako da si lahko malo širi stop, sem pa 500 kg dvignil na teh. Ti si 500 kg? Ja, pač na tak mobil, se pravi na frame deadlift se reče, zato nekaj zvarja frame, pač ogrodje. Mislim, da je bila višina 32,5 cm prijema. 500 kg? Da. Wow. Pa dejansko ti bi lahko, recimo, če je en punto parkiran, ali pa kakšen tak majhen Clio nekje, tak majhen avto, ne? Ali pa Smart, recimo, Smart. Si že kdaj razmišljal o tem, ampak je probal, bi ga lahko iz strani prevrnil, recimo? Ja, ti so res manjši avti, ja. Ti se lahko tako prežem, ne? Je malo problem. Dva smo imeli, nekaj smo imeli na nemški televiziji, nismo bili trije, no, so bili avti, sem je tako štangel, zdaj ne šla sem, tako da si lahko prijel. Mislim, da 10 avtov, okoli 30 sekund, ampak so bili trije. Ste jih pa prevrnili? Ja, na streho. Recimo na Europe Slalom Feni pa je velika ta Volkswagen Frosch, tako je pa sprav za carry, se pravi, tako jo, no to stojiš, streha je zdaj. Ja, to tudi, ja. No, tako, on je sicer brez sedeža, brez tega, brez mašine. Brez mašine, ja. Sam je še več 470 kg. Tako da, če bi en full na en avto, spod pa šel na to kezo. Kolena najprej na kolena, da primeš takole, takole seb, zdaj pa hoki gor, pa naprej, lame nazaj. Lepa, lepa. Evo to, no. Dosta, ne? Dosta. Tako tukaj greš lahko do tega, ne? Razumeš, čez, Ja, da. tako tudi ne, pač tako, nekako lahko prste lahko nakriviš, se lahko tudi sam tako. Lahko imaš lahko tudi steno, pa pol, tako se ne malo zigrat, ne? Da, pet bit, pa da imaš dlani, da imaš so zapiste močno. Še druga roka.
Več kneš. Neč pa kako notar, da vidimo tako prvaki jejo. Tukaj imamo dry age, se pravi zorilnico za suho zorenje mesa. Oče je tudi knjigo napisal meso, tako da se res trudimo, da je hrana čim bolj kvalitetna. Pa po treningu na kosilo. Ok, evo Matjaž, zdaj, ker smo se tako lepo najedali teh tvojih zrezkov, da mi povej tvoje specialitete za tvojo prehrano, praviš koliko v dobrih 12 letih kilo pa pol mesa na dan. Ja, približno sem tam med 5,5 in 7 tisoč kalorij. Neka velika osnov prehrane je bila kilo do kilo pa pol mesa, pol kilo suhega riža ali pa krompir, nekaj tega, jajca za zajtrk. To je pokril kar večji del nosa. Zdaj pa še dodatno, ne vem, kakšen kruh, kakšen shake, kakšen dodatek, sadje, zelenjava, vse to. No, ampak večina je bilo res meso, zelenjave, riž, krompir, večji del. Kaj si rekel, ne si je ta kalorij na dan, ne? Tako ja, tako sem bil težko, 150 kg pa 17, tako da sem to poznal. Treningi so bili večkrat na strongman, tudi na 4 ure, da sem pol približno, da vse to pač več prav. Pa enkrat na dan si jedel v tej vaši gostilni, ne? Drugače pa si sam pripravljal, ne? Tako, prej sem večkrat tudi doma jedel, se pravi enkrat na dan, enkrat na 2 dni doma. Za zajtrk, recimo si rekel? Za zajtrk včasih so bilo tako 10 jajc, ne vem, riž ali pa kruh, kosmičik dajte, mlinove, še toast, recimo toast, s boljšim sirom, ali pa še ne maslo mozzarella, če pa nekaj šunko zraven. Ti svoj izbečen ne možeš biti res rekel, kakšen mi te, da si ful vegetarijanca, ampak je tazga dosta ško v vašem športu. Pa jaz bi rekel, da se, imaš kakšne atlete, ki so pač isto dobri kot prej. V bistvu ta, kako je bil film Game Changer, je pa zelo negativno prikazal in to pod reklamo. Zato je škoda, ker en atlet lahko, samo je v začetku sigurno rabiš več truda, več znanja rabiš, več časa moraš od začetka, da se res, da zagotoviš vsa hranila. Lahko, ni pa boš sigurno. In noč pa bi rekel za konec, kaj je kakšna tvoja specialiteta, ko si tudi kuhar? Pa ja, jaz imam to že tako, čisto v občutku imam te slane stvari, se pa tudi zajtrk bolj na slano varianto. Več veliko mesa, jaz sem probal govedno dosjet, ali kakšen steak, ali kakšen mleto govedno, kakšen divjačno tudi. Drugače pa tudi ostale stvari, kakšna piščančja, kaj to, različne stvari, mož. Če skozi isto jaz pač ni dobro, ne za glavo, ne za glavo. Inače pa se pa vidimo ne, še na kakšnih naslednjih projektih, kakšnih seminarjih, pa kot prej svoj gym kamer. Velja. Tako da smo se spoznali videli in tudi vi upam, da ste kaj vzeli od tega, da postanete močni in da začnete delati strongman vaje.